Moj današnji gost je oseba, za katero skoraj noben ne reče, da mu je nekako pri srcu. Večkrat slišim, da rečejo, da jim je zoperen. Ko jaz potem te ljudi vprašam, zakaj ti pa je zoperen, potem pravijo, ne vem točno, pač zoperen mi je. No, moj današnji gost je Smiljan Mori. Jaz ne bom trdil, da je on meni najbolj simpatična oseba na svetu, ampak se pa upam trditi, da sem se od njega naučil najbolj ključne stvari, tako za posel, kot tudi nekatere za osebno življenje. Tako da se upam trditi, da ta človek res veliko ve in tudi meni zdaj zadnja leta gre v poslu zelo, zelo dober in se upam trditi, da ima tudi on veliko zaslug za to. Drugače pa moje ime je Tomaž Gorec. Če vam gre Smiljan Mori na živce, vsem glejte tole do konca, ker boste veliko koristnih stvari zvedeli. Pa če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, samo tisti gumbek naročite se, kliknite pa še zvonček, tako da boste še več takih zanimivih intervjujev videli. Tako da pozdravljen Smiljan, hvala ti, ker si se odzval na tole, da si pripravljen z mano ta intervju narediti. Najlepša hvala za povabilo. Mislim, da se že nekaj par let nisva videla v tistih zadnjih seminarjih, ki sva se družila. Ja. Tako da sem z veseljem se odzval, ker vem, da bo zanimivo, sta bo vedno zanimivo. No, hvala. Če si čist kontra oseba, ki si rekel, mogoče ti nisi najbolj simpatičen. Jaz sem rekel, da nisi zdaj tudi ti govornik, ki bi ga jaz lahko cel dan poslušal. Ampak jaz zmeraj gledam vsebino človeka, kaj ima za povedati, in si me večkrat presenetil za svojim znanjem, tako da bolj to gledam. Ja. No, sej jaz nisem hotel reči, da si mi zoperen, ampak se tisto veš, sem ti takrat poslal link do članka, da si mi pa včasih bil zelo zoperen. Ja, pa se to ni prvi. Mislim, meni je marsikdo rekel, da mu grem na živce, to sem jaz ne več, ker imam celo manifesto posnet na to temo. Ja. No, daj bi pa ti za začetek povej, zakaj misliš, da greš ljudem na živce? A veš, če bi jaz vedel odgovor, bi mogoče spremenil svoje vedenje, ampak jaz pogledam, zakaj pa meni grejo nekateri na živce. Jaz se reči še vprašam, zakaj so meni nekateri šli včasih na živce. Zdaj mi ravno ne gre kdo na živce, da bi mi padel na misel. Enostavno, ker se ne ukvarjam z drugimi ljudmi. Ko sem analiziral, če je šel meni kdo na živce, sem prišel do analiz, da so mi šli ljudje, ki so bili bolj uspešni od mene, so imeli boljše avtomobile od mene, so imeli boljše oblačilo od mene, so živeli tako, kako sem si jaz želel živeti, pa nisem zmogel, znal ali dal vse od sebe. In potem normalno, ko človek nečesa ne zmore, noče, ne želi ali ga podzavestna prepričanja ovira, probaš najti nekaj na njih, kar te moti, v bistvu je pa to nekaj, kar te moti na njih, nekaj, kar bi ti rad imel, ali pa mogoče celo, če te nekaj na drugih moti, ne da bi ti rad to imel, verjetno je mogoče to tudi v tebi, ker drugače ne moreš opaziti. Ne moreš opaziti na človeku nekaj, da te moti, če ni v tebi, ali pa ni nekaj, kar bi ti rad imel. Tako da, jaz sem se hecal v enem manifestu, sem rekel, lahko vam grem na živce, ampak noben si ne želi toliko uspeha, koliko si jaz zate želim, da bi uspel. Mislim, ne znam niti ponoviti, ker sem v eni inspiraciji to posnel, pa je moja asistentka takrat pretipkala. V glavnem na koncu se video zaključi z mislijo, lahko vam grem na živce, ampak doma me čakajo 3 osebe, ki me nenormalno ljubijo in spoštuje in to je najbolj pomembno. To je res. No, zanimivo, meni zadnjih 10 let ne gre noben na živce, ki mu dobro gre, ki ima boljši avto, jaz na avte mi niti nič ne pomenijo. Mi ne grejo te ljudje na živce, ker sem pogruntal, da je to brez veze. Pa veš, kdo mi pa gre na živce, čeprav se bo ta tvoja teorija verjeten podrla, da ti gre tis na živce, ki bi ti rad imel tis, kar on ima. Moja največja vrednota je delo. In zdaj, če mi nekdo zagovarja nedelo, to mi gre pa tako na živce človek, da če grem jaz komu toliko na živce, kakor gre tisti meni, moram pol... A misliš, da zagovarjajo nedelo ali da ne delajo? Sej veš, in da ne delajo in da zagovarjajo nedelo, veš, unike. Mislim, sej veš, kako je danes. Danes, ne vem, če si ti to opazil, ampak si večji frajer,
če ne delaš, kaj pa delaš. Danes je že malo, če se pohvališ, da si ful delal, si že malo pomečkan zabudalo, sine. Tako da meni grejo pa samo te na živce. No. Ja, sem vprašanje, kje imaš kriterij, kako ti to vidiš, da ne dela? Mogoče pa jaz, nekdo, ki to zagovarja, imaš človeka, ki ga na kofetu dobiš, pa kaj češ delati, to je brez veze. Ne vem, 4-urni delovnik, da bi mogel biti, najbolje pa, da ne bi skoraj nič delal, pa tako naprej. No, gled, to se veš, ne? Če si podjetnik, ne moreš tako govoriti, ne? No. To ni mindset podjetnika, ne? Mogoče mindset zaposlenih nekaterih, ne? Danes sploh, ko imaš toliko teh socialnih pomoči, pa ne govorim zdaj, da to ni potrebno, ker eni ljudem je treba pomagati, ne? Seveda je pa veliko teh zlorab, ne? In ljudje, ko vidijo, da je res boljše nič ne delati, pa dobivati 700 evrov na mesec, ko pa 180, 160 ur hoditi v službo, pa dobiti 100 ali pa 200 evrov več, ne? Bodo pač skušali izkoristiti sistem, ne? To se kar je strinjam, normalno, da je ne? potem to politika kriva, ni pa to pošteno, da neka, ne vem, 60 let stara ženska vsak dan zjutraj vstane, trdo dela 8 ur za 100 evrov več, kot kar to, kar si zdaj rekel. Ne? Ni pošten, ne? Drugač pa, no, ko so že glih pri tej zoprnosti, pa to, ne, drugač, ti nisem to nikoli prepodval, ampak veš, koliko ljudi sem jaz že prepričal, da so šli tebe malo pogledati. Hvala. Moj doskrat, ampak to zato, ker res mislim, jaz če človeku mislim, da je baraba, pa bi bilo mogoče bolj, da bi bil tih, ampak vsem povem, tako da jaz, če ne bi tako mislil, ne bi to rekel, to tisti sledilci, ki me malo bolj poznate, veste, da je tako, ampak res, jaz sem se pri tebi toliko naučil te ključne stvari, da sem znal malo večje cene postavljati, čeprav tle sem še zmeraj slab, še zmeraj naše stranke boljšo ceno pri meni dobijo, kot pri mojih zaposlenih. Čeprav sem to poštival, ne, to sem se res veliko naučil in jaz zato vsem ljudem povem, koliko si ti knjig prebral, ampak nikoli točno ne vem, enkrat si povedal, da imaš svojo knjižnico doma, koliko imaš ti knjig? To moram videti, da ti pokažem. No, super. Po mojem imam več kot 7-80 tisoč knjig nekaj. Koliko si jih pa prebral? Prebral sem jih, mislim, če greva gledat, ne, lahko vzameva katero ven, pa boš videl, da ogromno knjig je podčrtanih, ne. Teda včasih se zgodi, da sem katero kar preletel, ker sem hitro branje delo, včasih pogledam bolj kazalo, pa vidim, kaj me zanima, pa tam se pravi, pa, če bom rekel, da sem jih par tavžent, ne bo malo, ne. Seveda zdaj pa, ko pa še konzumiraš video pa audio, to pa zdaj še toliko več, ne. Je pa res, da sem včasih veliko več. Moram reči, da sem veliko več. Na začetku kariere sem bil dobesedno, mislim se, kar je logično, ne, obseden s tem. Zato, ker sem vedel, da edino to me lahko reši, ne. Ker izobrazbe nisem imel, v bistvu še danes, če pogledaš zdaj to mojo pisarno, je na nek način vse posod, vidiš, vidiš, to je veliko knjig, ne. Pa to ni nič, ne, to ni 1% tega, 2%. Imam toliko knjig, toliko znanj, pa toliko veščin še ne vem, če sem iskren, ne. Nekatere non-stop izpopolnjujem, pa toliko stvari bi rad prebral. Samo ni toliko pomembno, kar prebereš, veš. Jaz vedno rečem, ko si ti knjigo prebral, se ti še življenje ne bo spremenilo, se sam veš. Če samo 1-2 stvari jaz implementiram z te knjige, je to okej, ne. Tako da včasih sem veliko bral, pa se nič ni spremenilo in potem grem nazaj gledati, kaj sem bral pred 20 leti, pa enih stvari še kar ne živim, pa ne počnem, pa sem že 100-krat jih prebral, ne. Tako da gledanje video, motivacijskih vsebin, branje člankov, poslušanje intervjuje je okej, ampak če nekdo zdaj pogleda intervju, pa se bo kaj zabeležil, pa bo rekel, kako bom jaz to v svoj poslovni življenje ali pa privat življenje, družinsko življenje implementiral, to je bolj tista implementacija, akcija je pomembna, ne. To je res, ampak če ne bereš, če pa sploh ne bereš, pa sploh nimaš šans, da kaj narediš, tako da... Glej, jaz danes zjutraj, ko se vstanem, jaz imam svoj ritual, jaz moram vzeti knjigo, zdaj pač stoicizem, veliko berem in vsak dan nekaj to preberem, pa še kaj druga. Dobim misli v pravo smer, dobim pol ideje, kaj napisati tudi svojim otrokom v dnevnik, ki ga pišem vsako jutro. Zdaj že kar nekaj časa zopet, en čas sem to počel, pa sem vmes nehal, pa so me otroci spomnili, da bi bilo dobro, da nadaljujem neke stvari naprej in potem moje misli so čisto popolnoma drugačne, so kot pa če zjutraj vzamem telefon pa začnem po Facebooku gledati, ker ti uniči dan.
In to sem vedel, to sem predaval, ampak si včasih nisem mogel pomagati, da sam nekaj ne bi pogledal. In ta nekaj gre z enega omrežja na drugega, si že na linku, si že na internetni strani, 3 SMS-i iz onega dela države, iz druge države, en problem v pisarni in si gotov do 10 negativna energija in ne moreš čisto nič narediti. Ne. To, kar si pa rekel, ne, da grem ljudem na živce, mislim, to je zanimiva zgodba, se je ravno pred časom zgodila. So eni sodelavci moji, ki 20 let delajo z mano, si zamisliš. In zdaj jaz nisem vsak dan z njimi v kontaktu in me skoraj da večkrat videvajo na socialnih omrežjih, ne, ker sem veliko prisotno, skoraj 1 milijon sledilcev na vseh omrežjih, YouTubeu, Facebooku, Instagramu, TikTok in tako naprej. In me več vidijo tam, ko pa v živo. In zdaj smo imeli en seminar in 2 zapored. In na enem mi pride ena sodelavka, pa mi pravi po predanem seminu, veš kaj ti moram povedati, tukaj mi greš na živce, da bi te zadavila, bi te najraje včasih. Res je rekla, pa sem tudi njemu rekla, Tomijo, je rekel, on tudi, jaz bi ga tudi ne. Je rekel, ampak hvala ti, zato ker če te ne bi bilo, pa če ne bi znal neke besede oštro povedati, pa direktno tako, kak si, je rekel, jaz ne bi bila tukaj, sem zdaj svojim lifeom. In potem mi je ta isti sodelavec rekel, ja res je, in mi je še čez en teden na seminarju, ki sem ga imel za svoje podjetje, prišel k meni in rekel, lej, svaka ti čast. Je rekel, veš kaj, na živce me greš, ko te gledam na socialnih omrežjih, ko pa si v živo, je pa čist drug občutek. In jaz mislim, da je to malo povezano s tem, veš, ker način mojega govora je tak bolj strasten, ne? Sem pač takšen kot sem, jaz se ne pretvarjam, jaz ne igram, jaz sem strasten. Nekdo nekoč rekel, Smiljan, zakaj si toliko jezen, ko govoriš nego pismo? Jaz nisem jezen, jaz sem toliko navdušen na tem, kaj govorim in toliko verjamem v to, pa toliko v tebe verjamem, pa vem, da je samo mali preskok v glavi potreben, da ti miš, da sem jaz agresiven, ma jaz sem navdušen, ne menjati mojega navdušenja z jezo, ker to ni jeza, ne? In potem, ko ti gledaš na nekoga na socialnih omrežjih, mislim, ja, pač ti gre na živce neke stvari, tudi jaz se kdaj zdržnem, pa rečem, daj tale, kaj kriči non-stop tam po teh mrežah neki. No, je tako v življenju, ne? Jaz sem prepričan, jaz imam veliko hejterjev, mogoče malo manj kot ti, ampak jih imam tudi zelo veliko. Ampak jaz sem prepričan, če se človekom za pol ure usedem, ne bo več slabo. Sem prepričan. Ja, mene, mislim, veš, pazi, je pa tudi moja prednost to, ne? Zato, ker ko nekdo me ne pozna v živo, pa ko me tak spremlja, me ima za ne vem kaj, za naduvanega, za ne vem, nedostopnega, arogantnega, imajo vse slabe predstave. Tudi bom rekel neki sodelavci, ki so bili pri konkurenci, ki so slišali o meni. Ma, ko se vsedemo, sem jaz zmagal, zaradi tega, ker sem čist normalen človek. In potem nekdo reče, čakaj malo, moje predstave o nekom so bile popolnoma zgrešene. In to je težko, ne, ko se mi dva vsedeva, pa kavo spijemo, se normalno pogovarjamo, smo oba dva, ne, zvečer, ko se slečeva, jaz pravim, pa gremo v pidžamo, pa smo vsi isti, približno tako da. Ko so glih na knjigah, je bilo še eno vprašanje. Jaz sem prepričan o to, pa me zanima tvoje mnenje, ker si bolj kompetenten, da tole odgovoriš. Neki človek, rečemo brezposeln, da nima niti veliko možnosti, da bi službo dobil ali karkoli, se strinjaš z mano, da če bi ta človek 50 knjig prebral, bi bil čist drug? Mislim, jaz lahko to na primerih govorim, bom rekel, z profesionalnimi veš, da sem delal v karieri z profesionalnimi športniki, s podjetniki. In en primer enega športnika, profesionalnega nogometaša, ki je pred leti prišel k meni, ni mu šlo, ni imel motivacije, ni imel energije, en kup vprašanj. Moje prvo vprašanje je bilo, kako izgleda bojenje pri tebi, kaj se zgodi, ko se zbudiš? Kaj počneš? Ja, vzamem telefon in kaj potem? Ja, grem na Siol in kaj potem? In grem na športne novice in ok. In kaj potem? Kavo spijem oziroma še ne in ko grem v mesto, kupim, ne bom imenoval časopisa, ker ne bom delal reklame, razen če ti bojo kaj dali. Ja, 2 časopisa kupi, eno od teh je totalni negativa, slabe novice, vse, ne? In on to bere. Sem rekel, in ko to bereš, kako se počutiš? Ja, ni vredo, ne, ker vidim en kup problemov na svetu, en kup nekih, ker
kaj me pa vsaki problem zanima, on je tam uno za štiho, ta je on, pa kaj jaz rabim to brati. Mislim, a to rabim. Ja, pol pa še grem športne novice prebrati, pa tam en frajer, ko zasluži milijon, jaz se pa tle zdaj bavam, pa v tej ligi, pa ne morem, pa sem rekel, ok, pa greš na trening, ne. In kak tvoj trening zgleda? Ma ne da se mi pol, ja, valjda se ti ne da. S čim si pa začel dan? S kakimi mislimi si začel dan? Samo smo dala vse to stran, on je imel v enem tednu je imel drugo energijo. Da človek vzame zjutraj 20 minut, dobro, zdaj so že e-knjige, audio knjige, pa ne, videi, ne, pazi ti z mislimi, kakšnim boš ti šel v svet zjutraj. Mislim, če vse te negativne stvari spremljaš, ogromna energija ti gre. No, iz teh portalov, pa to, pa časopisov, nič ne gledam. Si pa na, rečemo, socialnih omrežjih, posebej na Facebooku, bi želel, da imajo neko funkcijo, da vse zvezi s politiko izklopiš. Mislim, neke stvari, ki ti ne pašejo, ki te živčega naredijo, da bi lahko izklopil, da ne bi nič tizga dobil. Vse pol une blokiraš, pa skriješ. Ampak še zmeraj se kaj tacga pojavi, da bi to nekako Facebook tako dober naredil, bi bilo to. Veš, kaj je največja, najboljša rešitev? Da sploh ga nimaš tega. No, lej, meni veliko posla temelji na tem. Ja, se meni tudi. Tako da, mislim, meni so socialna omrežja super in tudi veliko informacij zveš. Prej sem ti razlagal, ne, da bom kupil boljšo opremo za snemanje teh mojih videov, pa to, kje informacije dobim? Ja, tam po Facebooku malo sprašujem, tako da to je tudi vir informacij, gor so ljudje za vse, ali pa ne vem. Tako da socialne omrežje, če znaš jih normalno uporabljati, so zelo, zelo uporabne zadeva. Jaz pravim tak, ne, imaš samo dve možnosti na socialnih omrežjih. Ali zapravljaš čas in denar, ali pa ga služiš. Če ti uporabljaš socialno omrežje za to, da vplivaš dobro na druge ljudi in da zaradi tega pomagaš drugim, ali do prihodkov, ali do informacij in sebi s tem do prihodkov, je ok. Ko pa ti začneš scrollati tam, pa kar iz enega profila, kar nekaj. Kaj tam en video, ki ti ven skoči človek posluša, ker je vse naštudirano, zato da te potegne not. Glej, jaz imam, sem rekel, 1 milijon sledilcev vse posod, ne? In včasih, ko sem šel gledati, koliko sem jaz bil na telefonu, pa to je 6-8 ur na dan, jaz ne vem, kdaj, kje uporabljal telefon. Če bi me vprašal, bi rekel 1 uro, 2. Ko začneš to gledati in potem vidiš, da nekaj je nepotrebno, recimo. Meni so izklopili pred 1 letom, pa zdaj že skoraj Facebook. Jaz ga nimam, osebnega profila. Osebnega profila nimam. In smo ga probali nazaj dobiti, to noben ne reagira. Izklopili so me iz Facebooka, ker je nekdo vdr in je objavljal grde vsebine. In je težko. Ampak jaz se niti ne borim zdajle. Niti ne pritiskam na moje ljudi, naj še kar pišejo, zato ker enostavno jaz normalno živim in sigurno sem prevarčeval 1 uro na dan, ker sem nehote šel gor, tako kot grem zdaj na TikTok ali pa na Instagram in si moram dobesedno reči, imam limit na telefonu, kdaj se mi izklopi socialna omrežja, koliko minut na dan ga lahko gledam in ko se izklopi, je konec, lahko samo rečem, skenslaj to omejitev, ne? Vse se zgodi, da kdaj, ne? Probam si pač organizirati drugače, imam ljudi, ki mi skrbijo za socialna mreža, jaz svoje oddelam, pa je njihova naloga od zadnji, da oddelajo pa spremljajo. Je pa res, da na začetku, da sem se pa naučil, da razumem vse to, kako deluje, sem pa bil po 8-9 ur tam na Instagramih pa tako dalje. Ne? No, pa ker so glih pri socialnih omrežjih, so ti prinesle korist v tvojem poslu? Poslušaj, jaz v denarju, pa sigurno, ampak ni toliko samo v denarju, koliko je v prepoznavnosti. Zdaj, nekateri ljudje pa podjetniki mi pravijo, jaz ne rabim, moj posel ni odvisno od tega. Jaz mislim, da vsak podjetnik bi mogel imeti 2 brenda furati, podjetniškega podjetja pa svojega osebnega. Pika. Zato, ker eno pomaga drugemu, se ne vemo na koncu, kateri brend bolj pomaga drugemu. Ali je ime Smiljan Mori bolj prepoznavno, ali je Smart Money bolj prepoznavno, ali je bil Steve Jobs, ali je Apple, kdo je komu pomagal do prepoznavnosti. Jaz mislim, da Steve Jobs naredil Apple. Ja, po mojem, da tudi. Ne? V tvojem primeru sem pa siguran, da te pod Smiljan Mori bolj poznajo in tudi, če je ime pa priimek, jaz našim strankam
svetujem, ne, da ko hočejo nekaj, ne vem, tudi, ne vem, se hočejo nekaj jeti in zmeraj rečem, ali pa blog pisati, ali pa kaj, zmeraj rečem, po imenu pa priimku mej blog, zato ker to te že največ ljudi pozna in najbolj verodostojno Točno, je. točno. Ne? Ja. Če meni, ne vem, Janez Novak, tam vem točno, kje doma nekaj obljub, mu bom bolj verjel, kot pa če mi obljub neka firma, pa ne vem, kje je tu, lahko je, ne vem, Mercator, Petrol, Krka, Lek, karkoli, mi je ime, pa priimek, mi je bolj, ne. Mislim, da moraš imeti oba dva brenda, pa ločena. Ja, tako nekaj. Zato, ker ti si Tomaž Gorec, ne? Ja. Ti nisi SEO optimizacija, ne? Čeprav od tega dobivaš prihodke, ampak ti si Tomaž Gorec. Eni ljudje niti ne vejo, odkje ti dobivaš prihodke. Se upam staje, da večina ljudi sploh ne ve, kako jaz služim denar. Oni mislijo, da jaz služim denar s tem, da imam TikToke, pa video, pa to, pa seminarje. Ma kje? Če bi jaz od tega živo. Ti imaš od zavarovalništva. Ja, jaz imam podjetje že 25 let v finančno zavarovalni industriji. Toliko pa toliko evrov, milijonov portfelja, premije za prodajalcev v 6 državah. Se ne vejo, večina ljudi to ne ve. Zato, ker jaz pač svoj brand furam. Zdaj pa nekaj časa, ko pa nekdo spremlja tvoj brand, pa reče, čakaj malo, kaj pa ta Tomaž dela. Pa gre to pogleda. Pa pogleda, pa reče, Madonna, pa mogoče bi ga pa jaz rabo. A je tako? No, jaz velik strank dobim na ta račun. Ja, seveda. Objavim video na potovanjah, od potovanj, da pa tudi povem, kaj delam. Tako. In me pol ljudje direktno reče, aha, gledam vaše videe, me pa tole zanima. Ne? Ali pa koliko knjig sem prebral na ta... Ja. Mislim, da to ne bi smeli podjetniki ignorirati. Se strinjam, Ja. se strinjam. Mislim, tudi vsaka dejavnost se da na socialnih omrežjih promovirati. To tudi, če si na TikToku, si verjeten videl, kakšne, kako, rekel, ima neke take čudne dejavnosti, ki rekel ni, ampak so najdel način in zelo, zelo dober. Da ta osebni brand je zelo pomemben, mislim, Ja, zelo. da danes mene na Balkanu, kjer imam večino zdaj sledilcev, ne, začel sem v Sloveniji bolj, ne, veliko ljudi me vpraša, zakaj zdaj govorim v nekem balkanskem jeziku, niti ne vam reče, ali je srpski, ali je balkanski, ali hrvaški, baje ne govorim dobro, hrvaško, niti srpsko. Zdaj, ko napišeš srbo-hrvaški jezik, doznori, da srbo-hrvaški jezik ne obstaja. Sam mi smo imeli srbo-hrvaščino, smo se v osnovni šoli učili. In jaz zato rečem balkanski in pol mi eni rečejo, mi nismo Balkanci in ne govori tako, nam ni všeč. Ok, pač to je moj jezik. Pravijo, eni tam komentirajo, mi povejo moj, da ne znam nič slovnično pravilno povedati. Smisel, veš kaj, sreča, da nisem jaz to vedel. Ker če bi vedel, ne bi šel video delati v njihovem jeziku. Ta je dobra. Da se ljudje, mislim, jaz se ne obremenjujem s tem, da sem jaz slovnično prav povedal hrvaško, ali me sploh ne. To ni moj problem. Moj problem je samo, da jaz dam to, kar imam ven. Pa da razumeš, če pa te moti slovnična pravilnost, ali pa nepravilnost, pa tu zdaj le izklopiš že počasi, ne? Ja, meni se ljudje dosto to vtikajo, da sem nepismen. Pa se vem, da sem nepismen. Ampak glej, vsi tisti, ki se vame vtikajo, večinoma jih ni, 99,9% jih ni knjigo napisali. Jaz sem jo pa napisal, zdaj že drugo pišem. Pa nima firme že koliko let, pa dela sam. Pa če imamo lektorje. Ja, ne, zakaj bi zdaj... Ne, ljudje si delamo včasih res probleme, tam, kjer se jih ne bi rabili. Jaz, ko sem začel delati seminarje v Sloveniji, koliko je zdaj že pa 25 let od tega, sem imel pač cilj, sem rekel, enega dne je moj san ali pa cilj, da bom govoril pred 10.000 ljudmi, pa da bom predaval v tujini. Madonna, kako, ne, a veš. In potem enega dne dobim klic, če prijem v Rusijo. No, pa se je začelo z malim seminarjem, ampak jaz sem potem leta 2011 v Sankt Peterburgu v ledeni dvorani pred 12.500 ljudmi nastopil. Se pravi, wow, cilj je postal resničnost ali sanje, ker če bi mi takrat, ko sem si cilj postavil leta 2000, ko sem začel z tem govorništvom, poleg primarne dejavnosti, rekel, da bom govoril pred 10.000. Se takrat niti ni, recimo v Sloveniji, niti ni bilo dvorane, kamor bi spravil 10.000 ljudi. Na stadion valjda nisem pomislil, da bom kaj takega počel, da bom v neki tuji državi, v Rusiji, ki ne znam njihovega jezika, ali pa s prevajalcem na odru, bi rekel, da to ne more funkcionirati, je res. Se ne spomnim čez dobro, ste tam kako rusko govorili ali slovensko? Slovensko. Slovensko in so te prevajali. Ja.
In mi nekdo reče, ja, pa to ni isto. Kako mi lahko rečeš, da ni isto, če sem pa na stotine teh seminarov delal isti učinek, kot pa če v slovenščini predam isti. Sam rabim manj stavko povedati, da me ona lahko prevaja. Ampak ni toliko pomenilo, ko pa govorica telesa, pa ljudje ugotovijo že preko, ona prevede kaj. Pa ne samo to, veš, kak sem jaz na Madžarskem Budimpešti nastopa. Jaz sem govoril slovensko, ona je rusko govorila, tako da so Rusi razumeli. Od zadaj ker ona je bila z mano na odru, od zadaj so sedeli prevajalci, ki so potem v madžarski prevajali in tako naprej, tako da najprej so se smejali Slovenci, ne? Ker Slovenci so me najprej razumeli, ne? Pa ploskali, pa so bili Balkanci, ne? Tako na koncu so bili Madžari, mislim, da. Tako da, ampak da se. Samo to so naše omejitve. Jaz ne morem, ker nimam izobrazbe, jaz ne morem, ker sem rojen tam, jaz ne morem, ker ne znam dobro jezika, ker ne znam slovenščine, ker nisem imel sreče, ker nekaj imamo izgovore. To je res. Izgovori so največja. Ali pa prepričanja, ne vem. No, vse to je isto. Isto, ja. Isto, okej, ja. Ti, Smilen, jaz kar dobro te poznam, ker sem bil na velikih teh seminarjih. In zdaj, če kaj bom narobe povedal, me poprav, ti si drugač za ene malo bolj, bi rekel, revne družine, ne? Ja, veš, zdaj, če bi me to vprašal še pred 3 meseci, bi ti kontriral, bi rekel, ne, mi nismo bili revna družina, ne? In potem zdaj smo ravno že mojo autobiografijo dokončujemo in bo kmalu išla, ne? In žena moja bere knjigo, ker mora iti malo skozi, Helena, ne? In pravi, Smilan, vi ste bili revni, ne? Sem rekel, Helena, mi nismo bili revni. Kaj, Smilan, vi ste revni bili? Sem rekel, pa Helena, mi nismo bili revni, jaz nisem bil lačen nikoli. Vi ste bili revni, pa vi niste, pa ti nisi imel do 11. leta ne kopalnice, pa ne WC-ja v stanovanju. To je revnost, kaj reče ona, to je revež, to je pač definicija. Sem rekel, ne vem, je rekel, mi smo imeli stanovanje, WC, kopalnico, mi pa res, jaz do 6. leta, ki sem živel tam v Zgornji Kapli na eni kmetiji, mi nismo imeli niti kopalnice sploh, pa niti WC-ja sploh, bil je on WC na Šterbunk, ali pa mi smo v Kahelcu to delali še do takrat. Starši so hodili dol ven, po zimi pa po leti. Kopal sem se pa v lavorju, ne? Kako se reče sploh, obstaja beseda slovenska za lavor? Ne vem. Ne, mogoče bo kdo vedel. No, in pazi, pa to do 6. leta, ne WC-ja, ne kopalnice. Pri 6 letih sem se preselil v Ožbalt ob Dravi. Tam pa smo prvič imeli WC skupen z 5 ali 4 sosedi, ampak spet si mogel iti izven svojega stanovanja, WC pa bil školka bila, ampak ni bilo kopalnice. Ampak to je bilo zate... To je za mene bilo veš kaj, da nisem rabo v tisto kahlico ali pa ne, ampak jaz sem se do 11. leta umival, sredniti dnevne sobe, ni bila kuhna in vse, spalnica v lavorju. In ata in mama tam. Meni je to danes čist nepojemljivo, kako bi to izgledalo. Pri 11 letih, tam med 11 in pa 12 sem se jaz... Že malo punce rata je všeč. Sem se jaz na elektrarno v Ožbaltu preselil in tam smo dobili stanovanje in kopalnico in WC. Mislim, veš, kaj je to za mene bilo? Wow. In z sestro smo dobila svojo sobo. Prej pa smo spali ali 4 v eni posli ali pa nekdo tam v kuhinji na kavču in tako naprej. Tako da, če bi rekel, iz revne družine, hrane je vedno bilo, ata je vedno pridn bil delo, mama vedno pridna so delali, lač nismo bili, po zimi, poleti smo hodili ribe zobirati, a kdaj se že pač to obira, tako da smo večino počitnic tam preživeli, se spomnim, star 3, 4, 5 let, smo mi dva sestra, smo se zbudila o 5, 6 zjutraj, gremo v Ribes dol, malo smo spala po tistimi grmovji, zjutraj še, pa smo mi to listje ven pobirala, grozdje obirala, dobila nekaj, zaslužila, poleti sem gobe nabiral. Tako da delo se mi je vceplo že od malega. No, se to je dober, jaz sem pa nisem jaz sem pa odraščal, bil pa moj oče privatnik in sem, bi rekel, zdi se čas je bil zelo bogate družine, ampak sem mu pa strogo vzgojil in jaz sem delal. Jaz sem še eno sliko, ko sem na eni mašini taki,
ker če bi tudi danes se slikal, mojega nečaka, ki je star, bo 8 let star, tam gor bi vsa socialna preletela, jaz sem pa delal. Pa sem videl, sem gledal video, mislim, da si posnel nekaj na to temo, verjetno, pa slike. Pa sliko sem dosti delal to. No, tako da je bilo drugačno. Moje vprašanje pa je to še, s tem sem to začel, odkje ti ta želja, ti imaš veliko željo, da uspeš, saj tako sem te jaz ocenil, odkje ti ta velika želja? Je mogoče ravno to zato, ker si malo bolj iz revščine prišel, ali kaj, tako da jaz imam enega kolega, ne, ki je tudi iz ene take hude revščine prišel, veliko večje kot tvoje, cel kup problemov v družini, alkohol, to, in on je mu željo uspeti in je tudi uspel. Ja. Veš, mislim, da razlogov je lahko več. Ne? Eno je to, kar jaz mislim, da je razlog. Ne? Drugo je, da me bi nekdo, kot je psiholog, analiziral, ker se da take stvari analizirati. Lej, vsak pač ima neko svojo zgodbo. In ta moja zgodba, če je takšna, pač iz takšne družine nismo imeli, moral sem se izboriti, je bila mogoče meni motivator. Okay? Nekdo je lahko v istih okoliščinah živel, pa si je rekel, lej, moji starši so pač takšni, kot so bili, jaz sem z take familije, z te vasi, pač z mano ne bo nič. Pa je dal pomen drugi. Da ne vem, je malo v krvi, ampak recimo pri meni je verjetno včasih je to, se dokazujemo, niti ne vemo komu, ne. To je največji problem, ne, ker te neke žene pa ne veš, recimo, da ti razložim, kaj mislim, ne. Jaz sem to dolgo časa rabo, da sem pogruntal, ko sem končal srednjo policijsko šolo, ne, veš, da sem jaz končal, ne. Sem v bistvu srednjo policijsko šolo, srednja kadetska šola za miličnike je bila in jaz sem bil tista generacija, ki je končala leta 91, ki se je začela potem ta vojna balkanska in sem bil dobesedno vržen v vojno. Saj nisem bil zdaj nekje na bojišču, bil sem, ampak na srečo sem se lahko izognil, je bilo dovolj hitro, ampak pa zamisli si, ne, star fant 18 let, ne veš, kaj se dogaja, čakaš na zaključno slovesnost, ki bi mogla biti 26. junija, ne, je tako? Ja, 25. Ne vem, gledaj. Ja, čakaš na to, imaš slavnostno uniformo pripravljeno, jutri se bo zgodilo nekaj, za kar si molil, vizualiziral, pa nisem vedel, da je to vizualizacija, ker me noben takrat ni učil, pa knjig ni bilo. To je namreč, da v prvem letniku srednje policijske šole, ko sem jaz prišel tja, je rekel ravnatelj, da se zna zgodi, da bo ta generacija, ki je zdaj prvi letnik, prva generacija, ki bo imela možnost, da gre najboljši iz te generacije, od teh 240, študirati na višjo šolo za notranje zadeve, takrat bila, ne. In to bi pomenilo, da si ti imel možnost postati visoko izobražen. In če bi ti še tam najboljši, bi lahko šel na pravni faks. Zdaj pa si zamisli, jaz prihajam iz vasi 500 ljudi, oče 8 razredov, mama 7 razredov osnovne šole, navadna delavca, oba dva, mama okus radle delal, ki je pol propadal, ševilja, oče na koncu varnostnik, ne. In jaz imam možnost, da grem študirati na pravni faks ali pa na višjo šolo. In tja so šli samo policisti, ki so bližji stari 30, 35, 40 let, da so potem komandirji postali. Ko jaz to slišim v prvem letniku, si jaz zadam, da bom najboljši kadet 21. moje generacije. Molim vsak večer za to. Dobesedno molim. Verjameš ali ne v Boga, ampak jaz sem bil ministrant, jaz sem se veš, mogoče tudi ti na vas je bil. Če nisi bil eno leto. Ja, no, ampak mi smo pač... Mislim, 5krat sem bil. Ja, sem hodil k veruku, zato ker nam je bilo kul, ne. Sem mogel zaradi stare mame, je bila verna, starši pa so moji. Ja, mi smo kar radi šli, zato ker smo se družili tam. Župnik je znal to povezati, mladino, nas je prišlo 15-20 v petek, vsi si raznih koncev, ti povem, da smo tja hodili, da smo se spoznavali in fajn imeli. On je pa že znal to zmoderirati, ne. In molim vsak večer, vizualiziram po prvem letniku, ker sem videl scenarij, kak je izgledalo. On, ko je bil 4., ko sem jaz končal 1., on pa 4., je bil najboljši na stadionu, veš, v Tacno, dol, pod Šmarno goro, stadion. Se pravi, postrojijo celo kadetsko šolo. To je 4 letnike po 6 razredov, to je bilo 1000 kadetov. 1000. To je 1000 fantov stoji, starši pridejo na zaključno slovesnost, ate imame, to je 3000 ljudi, pleh muzika,
minister, vse politične vrhe tam, ker mislim, biti policaj je včasih bilo, Ja. danes ni, nažalost, nekega spoštovanja več in nič, ne. Ampak včasih, da si bil policaj, to si bil neko. Zato pa sem mogoče tudi šel v policijsko šolo, ker sem končno tem mislil postati nekdo, a veš. Da mu je Možno, da bo pa nekaj. vedno so me pretepali, ko sem bil mali najmanjši, najbolj suh, razumeš? Hotel si se pač nekaj dokazati. Fater mi je govoril s tebe, tako ne o nič, le isti si kot tam stric skor, čeprav zdaj, če bo to gledal, bo spet rekel, pa moraš to vedno povedati, ne? Ne? In zdaj, jaz vidim to sliko tega fanta v 4. In od takrat naprej jaz si predstavljam, da sem jaz to je bila rdeča preproga, vse. Zdaj si pa zamisli, 4-3 leta kasneje in jaz sem najboljši kadet, izbran z učiteljskega zbora in komanderskega zbora po ocenah in dejavnosti in vseh aktivnosti, pa bi lahko 3 drugi bili, smo bili tle nekje, pač mogoče zato, ker sem jaz smolo vsak večer, ne, pa vizualiziral, ne, a mogoče sem si bolj želel kot oni, ne vem. Ne. Ja, tudi koliko si želiš še pomeni. Zato pa verjamem, tako jaz nisem bil na seminarjih takrat, ker noben mi tega ni učil, ampak Se jih ni bilo takrat. spontano se to zgodijo. No in potem ti odpovejo to zaključno slovesnost, ker je tisti dan vojna in moraš odpovedati staršem, da ne hodijo. Mama, oče, sestra, tete, moja punca, takrat še zdaj pokojna, nažalost, ne, so bili vsi pripravljeni priti v Ljubljano. Zame je bilo, veš kaj to, meni ni bilo to, da bom jaz najboljši, jaz sem to kasneje skapiral. Jaz sem vse to počel samo zaradi ene osebe. Zaradi očeta. Ja. Samo zato, da bi mu enkrat zaprl usta. Da bo enkrat v lifeu rekel, da je ponosen na mene, pa da me ima rad, pa da bi me čestito pa me objel. Ker se mi dva nismo imeli nobenih odnosov nekih. To so bile prepiri, derenje, nisma znala, niti se ne spomni, verjetno me je kdaj objel, ko sem bil mali, ampak mi dva se zdaj objavljamo, pa poljubimo, razume? Dokler nisem jaz to predelal, ampak jaz to nisem vedel. Ni bil naslov, nagrada pištola od ministra, nagrada možnost študija, pozornost, sploh ni bilo to. Ker ko sem jaz vedel, da oni ne bojo tam, je meni vse dol padlo. Meni je vse dol padlo. Meni je nič ni bilo pomembno. No, pol so predstavili to v telovadnico, pol je videl moj razrednik, da sem jaz zelo slabe volje, ker ni staršev, da ne bo, in to je bilo, veš, pol je bilo ono, joj, ne moramo na stadionu, vse je odpovedano, ker so bile barikade, naj ne hodijo starši, obvestite jih, bomo v telovadnici, to ti so dali v roke in za konec, nič to nekaj, ne, neki govor sem imel kratek, nič se ne spomnim. In pa reče, dej, veš kaj, pa vseeno ti pa poklič, pa ne tvoj pride. In zdaj so oni že bili na poti proti Ljubljani, nazaj domov na poti in zdaj pa spet, valjda, da so zamudili. Ne, mojo podelitev. In jaz se spomnim, ko sem stal tam v zboru, jaz sem molil, da bi se zavleklo, da bi oni prišli, pa niso. Ne. In takrat sem jaz isto pištolo dobil, pol še pridejo starši, pa pravim njim, tale, jaz sem bil najboljši, on je rekel, ja, v redu, gremo domov, ne. Gremo domov. Jaz sem rabo 10 let. 10 let, da sem ga napagal na terasi apartmaja, posadil, smo 2 deci vina spila, pa sem rekel, nekaj ti bom pa povedal, ker še nisem predelal. Ne. Rekel, kaj sem rekel, kak nisi niti me pohvala, ko da se nič ni zgodilo. In takrat je on rekel, pa je dobil solzne oči, pa je rekel, poslušaj, Smiljan, jaz sem se tako bal za tebe, da se ti bo zgodilo, ker si mogel iti v vojno. Je rekel, jaz bi ne vem kaj naredil, da bi lahko na mesto tebe šel. Kje sem se jaz to spomnil? Takrat je meni bilo wow, daj take stvari rešuj z ljudmi prej, sploh pa za starše, ne si misliti, da si oni nekaj mislijo, kar si ti ne misliš, da bi morali oni misliti, razumeš? Moral bi to prej rešiti. Tako da, sem pogruntal, da me ni gnalo želja potem, da bi šel naprej študirati, pa po uspehu v bistvu dokazovanja do očeta. Ko sem to skapiral, sem nehal nekatere stvari da se bi ljudem dokazoval. V procesu, mislim, ko človek raste, pa se razvija, pa itak ti imaš na začetku, se hočeš dokazati nekomu. Čeprav to je dober motivator, Tomaž. Ja, odlično. Jaz vsakemu mojemu prodajalcu rečem, ok, kdo je tvoj sovražnik letošnjo leto? On reče, kako to misliš? Poslušaj,
Komu boš kaj dokazal, imaš še komu kaj za dokazati. Ker je fajn, veš, da onemu zdaj pokažem, kaj je rekel, da mi ne bo ratalo. Veš, moraš imeti nekaj, ali sebi, ali nekomu drugemu, ki nikoli ni verjel v tebe, mama, oče, brat, sestra, sosed, sošolci, ne. Tak fajn je imeti nekoga, ne, da te malo spodbuja, ne. To ni slabo, ne. Ampak v različnih obdobjih življenja te različne stvari motivira. Zdaj pri 50-ih, ne, me sigurno ne motivira, da sem fatru dokazal, ne, ali pa bilo koma, ne. Zdaj imam vse, kar sem starših samo sanjal. Okay? Lahko, da bi še kaj imel, ampak ne bi bistveno spremenilo kvalitete mojega življenja. Tako da jaz vedno rečem ljudem, mladim sploh, sploh ni biti problem motiviran, ko si na nuli, pa nič nimaš, pa vidiš vse, kar bi rad imel, ko tisto enkrat imaš. Kaj te pa pol motivira? Kaj me zdaj naj motivira? Ja, ampak imaš kaj tebe motivira? Mene? Ja. Jaz hočem raziskati svet. Ja. To me motivira. Ja. In če mi to vzameš, mi vzameš vse. Mi vzameš vse. Jaz sem v tem že sanjal kot otrok. Jaz sem Jamesa Cooka bral. Tu veš, on raziskovalec. In jaz sem bil, ko sem ga to bral, sem bil razočaran. Sem rekel, joj, zakaj je že vse odkrito, ko jaz bi to odkril? Ja. Tako da, in jaz si to želim. In to mi je, če bi mi to vzameš jaz. Meni je še to motivacijo. Denar, ne vem, pa da bi še nekaj, kde mi kdo pride s kakšnim idejam, za kakšen posel, da bi skrb. Ne, jaz raj se kakšnega posla znebim, kad dobim. Razen bi šel kaj tazga, ki bi me pa res izredno veselilo, ne vem. Ali pa da je povezano s tem. Ja, z nekim turizmom, to verjetno še ja. Potrebno je najti, ne, motivacijo in to, ko si dobro rekel, ne, rajši rečem čemu ne, danes podjetniki, ki smo, ne, je ravno to problem pri meni. Jaz velikim stvarim rečem ja, ne. Včasih moraš se naučiti nečemu reči ne, ne. Nove stvari, ki te privlačijo, vidiš, kaj dela, pa bi še ti delo, pa včasih je manj več. Pa mislim, da je Brian Tracy to rekel, to boš ti bolj vedel, je rekel, če eno stvar na nov začneš, moraš eno končati, ne, ker nimaš neskončno čas. Ja, ti imaš toliko pa toliko ur in zdaj, mislim, vse to, jaz sem tudi kar neke stvari tak začel, ne, pa ni ratalo ali pa je spodletelo, ampak v bistvu karkoli je zdaj ljudje, ker danes vidijo, koliko stvari nekateri počnejo, pa delajo, pa bi vse probali, ne. Jaz mislim, da se treba za eno stvar odločiti, pa res tam, če že greš levo pa desno, mora biti tesno povezano s tem. Mora biti tesno povezano s tisto primarno dejavnost, ker drugače ti bo energija šla, ne. Ne gre drugače. Jaz imam slab fokus na nekaj. Tudi se vidi, da sem tak mal raziskovalc in jaz bi vse in pole in nekaj se naveličam. Mislim, vsake stvari naveličam. Ampak ne vem, jaz sem bil že leta 86, sem bil vrhunski programer. Jaz sem naredil skoraj identičen program, ki je Google Translate. Ker nisem znal angleščino, pa sem naredil in je prevaljal besedo za besedo. Nora. In če bi se takrat programerstvo držal, bi bil zdaj najbrž Jurija na uro. Ampak jaz to preprosto ne morem, ker mene začne nekaj drugega zanimati. Jaz ni isti. Jaz se navdušim. V bistvu je dobro ugotoviti, kakšen tip podjetnika, če so podjetniki si, ker jaz sem start-up guy, ne, jaz sem kreativc, jaz sem on, ki je na začetni ta zagon imam, jaz vidim hitro končno sliko, ko je zadeva v moji glavi na 80% sem jaz končal. Ja, tako, isti sem jaz. Zdaj moraš samo nekdo speljati, ne. In če nimaš tega, ko nekdo spelje, potem imaš ogromno omar, kjer so noter nedokončani projekti, neobjavljeni tečaj, neobjavljene knjige, ne. Tega imaš ti najbrž ogromno. Jaz tudi, koliko imam jaz nekih domen registriranih? Bravo! A misliš, da jih imaš več kot jaz? Dajmo pogledati. Gremo napraviti nekaj. Ti boš pogledal, koliko jih imaš ti, pa jaz, ampak meni jih zdaj cancelajo. Celo sem dovolil, da... Se tudi jaz sem jih scancelal večkrat. A pa veš, kakšne dobre domene imam. Pa hočem kjero kupiti novo, ne pa 10 pa 100 jurjev. Brez veze. Ne, veš, koliko sem naravno samo na registraciji domen. Pa je stalo, ne? To se sploh spomnil, ne bi če me. Ker me vedno moj sodelavec Igor pošlje, pravi, dej malo razmisli. Pa pravim, pa težko se odločim, da ne rabim. Ker pa kaj pa, če bom nekoč rabil? Isti malo. Vse to je približno onim, ko imajo omare, ker polne, pa ne morejo oblačil dati stran, ne. Super. Peva zdaj še malo te
delavnici, ki se je temu mentorstvo milijon. Tukaj so tudi mi začela nekaj sodelovati, so se tudi spoznala sva se prej na Liščevih seminarjih, ampak pol, da je pa nekaj začelo, neko sodelovanje med nami, je bil pa ta Mentor to Millions. Sam čist na kratko, da povem, oziroma lejte, jaz bom tudi dal v opisu tega videa, najdete en link, ki bo to malo bolj podrobno napisan, kako so mi začela sodelovati. To je članek, da sem išel na živce, ampak tisti članek ima zelo dobro sporočilo, ker jaz bi si, rečemo, jaz takrat, ko si bil ti v Hali Tivoli, se spomniš, ko ste me različili. Z Alešem, ja. Kad sem jaz hotel v listu napisati, koga je tebe kaj pripeljal, ker... Kaj je bilo nepotrebno? Ja, ampak jaz bi se Alešu takrat zameril, se strinjaš. Ampak pol sem pa jaz, čez en leto takrat, ali pa še manj, sem pa jaz pri Alešu začel predavati. Jaz sem vprašanje, če bi kdaj predaval, če ne bi Aleš. In moj ego, zato ker mi sam ti tam nisi bil všeč, ko si na odru nekaj skakal, bi si lahko zajeval, mislim, taka stvar te lahko košta, ne vem, 100.000 evrov, 200 ali pa 500 ali pa milijon, ne? Tako da tam ta zgodba, preberite si, zelo dober sporočil ima, ne da si zaradi svojega egota nekaj zajet, tako da je možnost, tudi če ti nekdo zopren, ampak se tudi če ti nekdo zopren, lahko z njemu posel narediš. Zakaj pa ne? Po moje še lažje, ko pa s kom, ki ti je ful simpatičen, ne? Možno, da to res. No, glavno, ti si imel to delavnico Mentor to Millions, če se spomniš, ti si mene enkrat poklical, če bi jaz za eno tvoje brezplačno delavnico poslal promovira, in na tisto je prišlo ful ljudi, ena sobota v Ljubljani in potem si mu pa ti to, se pravi, to je bila reklama za to delavnico in potem, ko sem ti jaz to pomagal, tudi zelo pošteno si mi plačal, čeprav niso bila nič dogovorjena, ti si meni sem poslal, tvojih se je to odločilo, 20% ti dam provizijo, sem gledal, sem rekel, wow, kakšen biznis. In to, če spomnim se tam, ko sem ti jaz prepovedal, da delam neke seminarje za 60 evrov, sem rekel, to mene ne zanima. In pokaj sem se čudil tam, ko se je toliko ljudi, ko ti seminar je bil Jurija pa pol. Kako se je toliko ljudi odločilo, sem rekel, mislim, noro. In pa sem tudi na ta seminar brezplačno povabil, ko sem ti moja pluša zaslužil sem. In ti seminar je bil v Limjah neverjetno, mislim, koliko smo se naučili, najbolj mi je pa to spomin ostalo, ampak to mi niti ni bilo všeč. V petek si rekel, jutro imamo po programu, da ob 9 začnemo, ampak ti si rekel, bomo kar ob 8. Tako da to si pretiraval, ker sem vsenkrat tudi malo zaradi druženja prišel. Kosila so bile kratke, gremo hitro naprej. V nedeljo bi mogli ob 4 nehati, pa si kar do 6 vlekel, pa si mogel iti drug dan v Beograd. Še to? Ja, tako da neverjetna energija. V glavnem, to je bil tako dober seminar, mislim, če nisi na njem, ne moreš biti. Tako da, ti mi ti boje, kako si se sploh za ta seminar odločil, da ga narediš? Pa, kaj je bilo, enkrat mislim, da sem bil na letalo za London. In vedno, ko letim nekam, pa sem malo više nad oblaki, imam neko drugo perspektivo in razmišljam, kak jaz lahko najbolj zdaj pomagam v tem trenutku. Takrat sem pač bolj Slovenijo delal ljudem, ne? Kaj bi oni hoteli, pa kaj jim jaz lahko dam, ne? Čeprav jaz sem v zavarovalništvu pa financah, pa sem rekel, ampak mene poznajo kot govornika na Filo, med prvimi smo bili, ko smo napolnili dvorano v Zrečah z motivacijskim 300 ljudi, pa 500 ljudi, mislim, kdaj je to bilo, leta 99, 2000, je bilo malo tak, ne, beseda motivacija ni bila prepoznavna, knjig ni bilo, ne, jaz pa sem se najdel star 29 let, pa 500 ljudi, pa 600 ljudi, ne, od nič, ne. Pa potem z Alešem smo napolnili Halo Tivoli, pa z Big U podjetjem, ki smo ga imeli, ne, takrat 4000 pa nekaj v Tivoliju, pa ljudje me poznajo, sem rekel, jaz moram njim, ker vidim pa da nekateri želijo postati avtori, govorniki pa coachi. In jaz kličem, mislim, pišem Barbari, dej ti na Facebook, da bi imel nekaj tak seminar, pa da vidimo interes. Pa ful interesa, pravim, dej zablokiraj ti tam manj dvorano, za 60 ljudi, 300 ljudi, premesti to v eno drugo. In potem mislim, da smo v leto pa pol dobrem 200 ljudi je šlo skozi delavnico. Tako da
No, jaz mislim, da je to ene 2 leti je to trajalo, po mojem. Ja, 1 leto pa pol, 2, ja, ker potem še na Balkanu. Jaz mislim, da sem bil, ker jaz pa pol, si me pa še za gostujočka predavatelja vzel in jaz sem bil na vseh teh tvojih Mentor to Millions in tudi ena zelo pomembna informacija za ljudi, pa tudi zate mogoče, da boš vedel, mislim, se verjetno veš, ampak da ti kot izkušnja povem. Veš, kaj je zanimivo, ne? Da ene stvari moraš večkrat slišati, da jim sploh verjameš. In jaz sem vse tiste tvoje stvari slišal 5-krat, 6-krat mogoče, ne vem. In moraš večkrat slišati, da se ti v glavo tepe. In jaz, iz tem sem rekel, s tem sem se naučil postavljati više cene, naučil sem se biti bolj samozavesten, naučil sem se to, da vse, kar se ti slabega naredi, v pozitivno obere, ne. Me je ena ta vaša Štajerka en video posnela, da sem jaz ogaben 40-letnik, ki nadleguje ženske in je fucking pedofil. Točno tako je rekla. In kaj sem jaz naredil? O tem sem članek napisal. In je bil članek rekordno bran. Tako da, to sem se tudi tebe naučil. Polune hude naslove za knjige, ki si jih ti prevodil, kam imaš še namenun, boli me k, to ni še napisal. Ne, imam, ampak da je spet v omari. Ampak viš, to je bilo 7 let nazaj, pa sem se zapomnil, tako da... Ja, mislim, da zdaj je nekaj časa to nisem počel, tako kak si rekel, se naveličaš, pa ne, ampak zdaj sem na Balkanu, sem zagnal, imam eno skupino 60, veš kaj, vidim ogromno ljudi z znanjem, pa vidim ogromno ljudi, ki rabijo to znanje in problem je ta, da te, ki ga rabijo, ne poznajo onih, ki ga imajo, oni, ki ga pa imajo, pa ne znajo priti do teh, ki ga imajo. Kaj jih pa loči do tega? Marketing, branding, pozicioniranje, kako zgodbo zložiti, kako prodati. Ker je velika razlika med tem, da nečem uživaš, pa znaš delati, pa si strasten, pa to prodajati. In večina ljudi ne zna prodati sebe kot produkt. Lažje je prodati nekaj, kar v rokah držiš, ima svoje znanje zapakirati v online tečaje, v masterminde, v coachinge, v svetovanja, konsultinge itd. Ni to tako enostavno, mislim, obstaja proces, in če nisem 300-400 jurjev za to investiral, za to, da sem se od drugih to učil, pa sam na svoji koži sprobil, pa enemu lahko skrčim čas za jurja, namesto da bo investiral 200 jurjev, mislim, da ne fair, da ravno zaradi tega sem še zopet šel v to. Sem rekel, ni fair, da ljudem ne dam. Pusti zdaj moj čas, pa ne bi rabo, pa imam dovolj denarja drugje. Ampak ni fair. Če jaz to znanje imam, a zunaj so ljudje, ki bojo od mene hoteli kupiti, oni ne bojo od onega kupili, oni bo hoče od mene, ker mene sledijo, ne. Tako da včasih ne smemo biti sebični pa znanje za sebe držati, danes pa sploh. Živimo v dobi, mislim, ogromno ljudi bo služilo denar na ta način, da bo z svojim znanjem pomagalo drugim ljudem. Sploh glede na to, da z tem AI-jem, umetno inteligenco, če dalje manj ljudi bo imelo delo, ne. No, jaz se to ne bojim, jaz mislim, da bo premalo ljudi za delati. Kdo bo čez 10 let delal v nekih domovih za starejše? Ne vem, noben. Če dalje več ljudi bo v domih za starejše, ker se prebivalstvo stara, če dalje manj ljudi bi pa to delalo. Ne, taka dela se vidiš, da že zdaj je problem v hotelih dobiti ljudi pa v restauracije. To bo največji manko. Tako da, ampak neka dela taka, mislim, če zdaj spremljaš, kaj se dogaja na tem področju, to je kar noro, ne. To je noro, Ampak jaz pravim, da ne bodo ljudje ostali brez dela, ampak ljudje, ki bodo znali to uporabljati, bodo izrinili one iz trga. Tako, kak je bilo pa uvedba računalnika, ne. So bili, ko so naenkrat uvedli računalnike, oni, ki niso znali uporabljati, niso želeli se prilagoditi, naučiti, kaj so rekli, da so tehnološki višek. Se spomniš tega termina? Spomnim. Tehnološki višek. Tehnološki višek. Mislim, kje so si to zmislili? Ljudje so pri 50 šli takrat v penzijo, veš to? Vem. Jaz sem bil v vojski v Si isti letnik, jaz malo zreli. Jaz sem bil v vojski v Bolnici, je bil en pri 42 letih v penziji. Ja, ker ni znal delati na računalniku. Ker ni znal, unemu neke vojna leta, pa pri 42 v penziji. Danes se svet toliko hitro spreminja, da če nisi v koraku s spremembami. No, glede tega seminarja Mentor to Millions, pol je tudi še dale več jih je bilo, še gostujoče predavatelji si dobil, poleg mene si dobil še una ženska, kaj že. Petra Škarja je bila.
tudi ona je bila, Ja. pa una Lenja. Lenja, Faraguna, Lenja, pa kdo je še bil? pa Aleksandar Šinigo je bil. Ja. Pol je bilo še bolj zanimivo, čeprav mi smo imeli vsi Ja. kratek, ampak Ja. tako, si še nekaj novega zvedel, Ja. pa tudi kaj je bilo teh seminarjev, ne? Ali tudi če se ne bi nič naučil, sam ljudi, ki si jih spoznal, Ja, je bilo že vredno tistega seminarja, ne? Tako da... Ja, absolutno, networking. Danes pa to znanje, v bistvu, to je mentor Tomilnios, je kao avtor, govornik, coach, ampak zdaj le vidim, ne, da to znanje rabi vsak podjetnik. Sploh tisti, ki je v start-up fazi, tisti, ki ima neko malo podjetje, to ni nič drugega, kot pa najdi svojo nišo, kdo je tvoj idealni klient, ni ga tako enostavno najti, kako ga nagovoriti, kako gotoviti, kaj so njegovi problemi, kaj so njegove sanje, želje, dati to v pisno, govorno obliko, v nek sistem, da ko on to posluša, da vidi, da imaš ti izdelan sistem, da boš njega pripeljal od točke A do točke B ali pa še naprej in to rabi vsa podjetja. Influencerstvo, branding, marketing, niša, nastopanje, pisno, audio, video, vse to šteje, si. Pa tudi za fizične osebe je bil ta seminar top, se spomnim ene punce tle iz vaših krajev, ki je imela tako težko življenje. Se spomniš, ko si dal 50 evrov v Laškem je bilo, ki si kao plačal za prvi nastop. Pa ne vem, je pol rekla, da je v knjigo napisala, ne vem, a jo je ali jo ni, ampak... Mislim, da ni, ampak sem jo srečal, veš. Dvakrat sem jo srečal, ja. Ne more pozabiti tega. Ne, nisem... Ma zgodbo, veš. Imamo, huda zgodba, se jo je povedala, noro, ne? Da, ampak jaz pri teh vseh, se ni samo pri teh ljudeh, ki bi radi svojo zgodbo ali pa informacije delili s svetom. Pri večini je problem promocije. Ljudje ne radi prodajajo, ljudje ne radi se promovirajo, imajo omejujoča prepričanja o tem in da niso vredni, da niso dovolj dobri. Ne vem, jaz sem imel primer, sem imel 30 ljudi, ki bi rado bili influencerji, pa še ni šel na Facebook Live kdaj narediti. V čem je zdaj finta to? Ali je finta v tem, ker ne zna tistega gumba stisniti? Pa ni. Boji se, kaj bojo drugi rekli na oni strani. A bo perfektna, ima frizuro tako, ima ono. A veš, tudi kaj je Nataša Kogujeva, ne, poznaš, ne, je bila na takšnem mentorstvu in z njo smo imela kar debate na to temo, ne, stroge, ne. Jaz sem potem videl, ne, da ni bil samo vsebina tega, kar sem jaz njih učil, bolj je bil mindset problem. Sam če jaz nekomu rečem, to bo mindset delavnica, pa mastermind letne, ne bo ga zanima, rekom, z moje glave čisto vse v redu, ne. Daj ti meni znane, kak jaz moram video snemati, kak tekste pisati, pa to je ta zadnja stvar pol. Prvo je tle noter, ko ti veš, kaj bi rad, koliko bi rad, da si prepričan, samozavesten, da ti je skoraj vse en, kaj bojo drugi rekli, pa komentiraj, ker pazi, ko ti enkrat vse sam veš, ko ti enkrat stopiš ven, pa na kamero, enim bo šel na živce. In če to ne znaš prenesti, pa si vzeti za kup, pa ne moreš tega početi. Mislim, da jaz grem gledati, kaj pišejo tam pod mojimi objavami. Mama moja, pa po moje vse izklopim, pa nikoli več se ne dotaknem tega. In zdaj še imam otroke, ki jih moram te stvari učiti. Čeprav, še ena stvar, ki si me naučil ti, ne, je ta, vem, da si enkrat razlagal, da kako gre vsakmu svoj glas na živce, ne. Jaz takrat to nisem vedel. Jaz sem mislil samo moj glas je smotan, jaz sem bil čas prepričan, da moj glas je grozen. Sicer, moj glas je tudi malo specifičen in me tudi malo zajebavajo zaradi njega nekateri, ampak njih ne mot moj glas, njih motem jaz. Pol nekaj najde, ne. Ampak jaz imam enega tipa, ki mi svetuje glede YouTubea in ta človek je na YouTubeu že zaslužil milijone in ve nekaj o tem. Je rekel, Tomaž, kaj videl tako, da ne boš zdaj probal spreminjati ta glas, ker je rekel, to je tvoj plus. Ljudje te poznajo po tem glasu. In to je res, in enkrat res v enem lokalu, en človek od zadaj vstane pred mene, ste vi Tomaž Gorec? Sem vas po glasu spoznal. Tako da, to se ne smeš in veš, da meni zdaj moj glas ni smotan. Zato, ker sebe doskrat pošlušam, že montiraš. Ja, lej, tako je. In noben mu, mislim, jaz tako pravim, če si ti misliš, da si tukaj smotan, pa tukaj grozen glas, da imaš, da se nisi za posnet, pol se ne smeš tudi na ulico upati. Ja, ker je isto. Ja, glej, imamo ogromno dela sami seboj. Tako da, ja, to je, mislim,
tudi na teh seminarjih, te ljudje, ki so bili, koliko si jih motiviral, koliko so bili vsi veseli. Ja. Jaz sem se pol tudi čez paren dobival, so tudi pol na moje seminarje hodili pa to. To je bil neverjeten seminar, mogoče razmišljaš, da bi ga kdaj ponovil, ki je podoben ga naredil. Pa ja, razmišljam, mogoče ne čist takšnega, ampak veš kaj zdaj vidim, ne, da po 25 letih podjetništva, ne, vidim okrog sebe pregorele podjetnike, nemotivirane, izgled takšen, ko si ga niso nikoli želeli, nimajo časa ne za sebe, ne za družino, delajo non-stop, slišim zgodbe, niti en teden, niti 2 tedna dopusta na leto, kje še kakšni hobiji, ponavadi jim tisto, kar mi je največ uspeha preneslo njihov podjetje, jim na koncu že je toliko na živce, da bi se ga najrajši rešili, pa se verjetno zgodi, da podzavestno sabotirajo vse, pa potem se zgodijo probleme, ki potem zopet lahko rešujejo, pa so zopet pomembni. Mislim, to me zdaj nekako tako, jaz sem to imenoval lifepreneur, veš, to je tak življenjski podjetniki, da živiš, ne. To že nekaj časa nazaj, ko sem imel z Grant Cardonom intervju, ne, glede biznisa, jaz sem ga nekaj spraševal, pa je rekel, ne, jaz najprej si definiram, kako bi jaz rad živel, pa biznis okrog zgradim. Ne najprej, kako bom delal, pa kaj bom delal, pa bom življenje k temu prilagajal. Ne, moj life mora tako izgledati, zdaj bom pa z biznis kariero, tako da bo suportiral moj life. In sploh mladi podjetniki dansko začnejo, pojete lahko posel. Sploh kaj drugega ne obstaja več, kot pa 24 ur na dan, razmišljanje, delanje, haslanje, grindanje, pozabi živeti, ne greš na šport, ne greš s kolegi, ne greš meditirati, ne greš laufati, ne greš na bicikli, ne greš na dopust, nimaš časa za otroke. Se pravi, po pa enega dne vse, kar ti je pomembno, zgubiš, po pa vidiš, da nič ni bilo vredno. To je ena stvar. Druga stvar je, kar vidim, podjetniki ne vejo ločiti, ne znajo, nimajo časa ločiti svojega premoženja in denarja od podjetja. Vse, kar imajo, je njihovo podjetje. Če to podjetje propade, propadejo oni, njihove finance in vse. Nimajo premoženja izven svojega podjetja. Jih vprašaš, investiraš, kaj ima najboljša investicija, ko jaz v svoj biznis investiram. Je res. Ma če ti ne iz svojega biznisa vzameš toliko in toliko keša na leto za nekoč, kot ti ne boš podjetje več. Večina podjetnikov, če priznamo, je še zmeraj podjetje. In podjetje so oni. Ne? Zato sprašam, če tebe ni en mesec v firmo, ali ta firma preživi? Imaš problem, da eni rečejo, ki si nor. Kaj pa rečem, 6 mesecev, če te ni? To ni šans. Pa jaz rečem, kaj pa, če te nikoli ni? No, sam 95% podjetij v Sloveniji je tako, če šef eno leto, ta podjetnik ni prisoten, je konec. Ja. Pa ne bi smelo to tako biti. V čem je pa problem? Jaz mislim, da je problem v tem, da smo šli vsi v podjetniške vode, zato da bi bili sami svoj šef. Na začetku delamo vse, kar je možno. Če si pač prodajalec, pač največ prodajaš, pa imaš problem, ko moraš začeti podjetje postavljati, pa tajnico dobiš, posta že 2, pa še enega rabiš, pa 3, pa že moraš biti vodja, nimaš leadership sposobnost, nimaš sposobnost delegiranja, nimaš planiranja, nimaš sistemo, nisi vodja, sestanko nisi nikoli imel, zdaj naenkrat iz tega, ki znaš producirati, pa prodati, moraš še pa čist druge stvari razmišljati strateško in potem začneš najemati enega, pa drugega, pa tretjega, pa ta ne funkcionira, pa on ti da odpoved, na koncu rečeš, bož, da vse sam naredim in se vrtimo v krogu. Ja, je res. Ne, in kdo pa je šel v šolo za podjetnike? Kje pa je? Ja. A ti je kdo dal, ko si začel delati, DOO pa so ti dali priročnik, takole izgleda podjetništvo, pazi se tega. Mi vsi razmišljamo, ko bomo začeli delati, da bomo denar zase zaslužili. Pa to je, jaz danes bolj rezerviran postal, tako da marsikomu, ko reče, bi šel v biznis, rečem, počak malo, razmisli, če si podjetnik. Ker večina jih ni. No, en moj kolega dober prav, jaz pa ti niso podjetnika, mi dva sva rokodelca in je veliko na tem. Ja. Vse večinoma teh malih podjetnikov je tako, vse sami naredijo, to pomeni, da si
rokodelski, vse sam delaš, vse z rokami zaslužiš. Bolj malo ne, ker zdaj, če si ta prav podjetnik, imaš zaposlene, pa sem govoriš, ti to naredi, ti un, ti tretne. Jaz vedno vprašam, koliko procentov tvojih prihodkov oziroma prihodkov tvojega podjetja pride od tvojih rok, nog pa glave? Ja. In zdaj, če nekdo zboli, pa ne more delati, mislim, marsikdo ne bo rad slišal besede, ampak niso niti zavarovani. Malo podjetnikov ima zavarovanja zoper hude bolezni. Pride huda bolezen, pa vsak drug pa tretji. Pa nima niti, ne vem, 50, 100, 200, 300 jurjev, da 2 leti lahko samo o zdravljenju razmišlja. Dolgotrajne bolniške odsotnosti, noben. SP je še posebej. Pustimo oni, ko imajo 3, 4, 5 ljudi, pa vse nekaj. Kaj pa on, ko je sam? Niti nima nezgodnih takšnih zadev. Kje šele, da razmišlja o penziji? Imaš teh malih podjetnikov, kako mi tistih 450 ali 500 evrov zdaj, da ja to plača, da ti zasluži in on ne sme zboliti. Ne. On ne sme zboliti, ker je gotov. Če pa že, pa bi mogel razmišljati, da mora imeti za to produkte, kjer mu bo nekdo nadomestil to, ampak ne, ker nimaš časa. Ali pa imaš prepričane, zopet, daj to samo na tegi, pa tega jaz ne rabim, pa plačuješ, pa nič ne dobiš. Samo enkrat moraš rabiti, ali pa rabiš, pa nimaš, pa lahko bankrotiraš ti pa tvoja familija. To so take stvari, na katere mi podjetniki ne razmišljamo, o katerih ne razmišljamo. Ne? To je tako, da greš na Triglav, pa greš v patikah za na morje, ne? Se pač nisi v redu pripravil, kaj te bo čakalo. Ne? Tako da podjetništvo je zanimiva disciplina. No? Mislim, da v teh 25 letih sem se toliko naučil, da bi lahko kakšen kilometer privarčeval z nasveti. Siguren, ta moja YouTube karijera, ne, je šla zdaj strmo, v zadnjem letu pa pol je šla strmo nagor. Veš zakaj? Zato, ker me je sodelavec dobesedno prisilil, da mi je pokazal, kako se video montira. Če bi jaz to naredil pred 5 letom, da bi mi en to pokazal, kje bi zdaj bil, ne? Tako da to se ljudje ne zavedamo, koliko ena malenkost, ki se z enim srečaš, se to si ti zmerno govori, da en človek, ena knjiga, en YouTube video ti lahko življenje spremeni. In točno. Ena beseda, en človek, en stavek. Ja, ne? Tako da to je res. Ne? Tako da. Kaj bi ti rečemo pa, če gremo o motivaciji, pa rečemo, da pomagava, da dava neke dobre nasvete za čim večje število ljudi, rečemo podjetniški so že kar nekaj povedala, rečemo, veliko ljudi je danes, ki niso podjetniki, pa ne vidijo luči na koncu tunela, vse jim je brez veze, posel jim ne gre, oziroma niti nimajo službe, ali tam, ki imajo, so nezadovoljni, fantje nimajo punc, punce nimajo fantov, vse jim je brez veze. Kaj bi jim ti svetoval kot motivator? Najbolj žalostno je to, da že mladim so čisto brez volje. Zato jaz pravim, da največja droga je vera v to, da je jutrišnji dan lahko boljši, kot je pa današnji bil. Ali pa kot je bila zadnje leto. Ko ljudje izgubijo upanje v boljšo prihodnost, se pojavijo resni izzivi. Zakaj do tega pride? Mislim, da enim problemom prepisujemo prevelike pomene, preveč posplošujemo neke stvari, nekaj je slabo in vse je slabo. Mislim, da moramo biti zelo trezni, ko predalčkamo stvari, da gledamo na stvari takšne, kot so dejansko, ne pa da še slabše jih vidimo. Večina ljudi vidi stvari slabše, kot pa so v resnici. In da vsaj recimo nekdo izgubi službo. Realnost je, da je izgubil službo. In zdaj v prvem koraku, če bo on rekel, jaz sem izguba, zame je konec, jaz ne morem najti nove službe, je konec. V prvem koraku bi mogel reči samo, ok, službo sem izgubil, sem zdrav, lahko delam. Zdaj pa v drugem koraku jaz moram reči, ok, kakšen pomen pa ima to, kar se mi je zgodilo. Zdaj imam samo, jaz lahko dam pomen, kakšen hočem. To je moč človeka. Žival to ne more narediti, pa pes. Ne? Človek pa lahko reče, ok, službo sem izgubil. Kaj to pomeni? Isto je nekdo postal invalid, pa reče, kaj to pomeni? To pomeni, da konc z mojim lifeom, jaz več ne morem igrati nogomet, ne morem ono, ne morem tisto in se bo zapil, naredil samomor. Na drugi strani pa nekdo reče, veš kaj je? Ne bom se predal.
tole pa zdaj pomeni, da bom šel na olimpijske igre, bom dokazal vse pa drugim, da sem močan, pa bom začel trenirati med krogle, šel na olimpijske igre. Pa sta oba dva isto scenarij doživela. Sam drug promen sta prepisala in zdaj, če jaz rečem, ok, zgubil sem službo, propadel mi je biznis, mogoče pa to prilika, da končno začneš delati nekaj. A razume, mi lahko sami sabo komuniciramo. In to je naša moč. Ti lahko zdaj to rečeš, da je pozitivni način razmišljanja, pa ni to pozitivni način razmišljanja, ker včasih so mi rekli, ja, motivator, pa motivacija, pa to prazna, pozitivne misli, pa ni to pozitivno mišljenje samo, ker pozitivno razmišljanje je, da ti vidiš, ne vem, plevel na vrtu, pa govoriš, da ga ni, ne. Sam je tam, ne. Ti sam lahko rečeš, tile je plevel, ampak jaz ga bom izruval. In isto je v lifeu, ne. Tako da mi lahko dajemo razne pomene, sami sabo komuniciramo in potem moraš imeti vizijo, kako lahko stvar boljša zgleda. Ker če pogledaš danes vse medije, potem se najbolj, da se vsedeš, pa nič več ne počneš. Je res. Ker verjetno, tako pravijo, ne? Če pogledaš malo medije, recesija naslednjih 10 let bo najtežjih v zadnjih, ne vem, x letih. Čakaj malo. Mislim, jaz pa ti in mama 50 bank, ne? Pa mi dva smo marsikaj dala skozi. Je res. Pa smo še kar tle. Ne vem, kjero leto je bilo najtežje za me. Mislim, da nobeno ni bilo lahko. Še nobeno ni bilo lahko in nikoli ni bilo 5, 3, 4 dobrih, brez problemov let v biznisu. Vedno se je nekaj zgodilo, ki je zahtevalo mojo večjo pozornost, angažma, spremembo v načinu delovanja, v ljudeh. To pač je life, ne? Noben ti ni dal garancija, da bo ok vse, pa da nikoli ne boš izzivov reševal. Mislim, da je življenje, jaz pravim, sestavljeno iz večjih izzivov, kot pa z negativnih trenutkov, pa dogodkov, kot pa z pozitivnih. Samo mi pač tudi nismo pozorni na pozitivne, ne? Tako da življenje ni drugega, kot pa reševanje en kup problemov. To je res, ampak rečemo, jaz imam ful pozitiven pogled na to. Jaz sem to dostikrat rekel, če bi mi firma propala, to, kar delam. Jaz bi šel ploščice polagati. Je pa kaj? Ker za ploščičarje zdaj ga, eni so za en let naprej zasedeni. Ja. In teh priložnosti toliko, da pol tudi ne, koliko možnosti za obraževanje. Vse imaš na YouTubeu. Knjige imaš knjižnico. Mislim... Včasih tega nismo imeli, ne? Ja, ne vem, jaz mislim, da za vse rešitve imaš v knjigah rešitev, najdeš, ne. Tudi eno knjigo, ki prebereš, koliko si bil samozavesten. Ja. Trašno knjigo je zdaj, ki preberem, se če mi je škoda, ker sem jo že prebral, ki je bila tako dobra, bi še enkrat. Se včasih jaz grem ja, tudi jaz, ampak pot pa razmišljaš, a je boljš, da eno drugo preberem, mislim, jaz zmerem. No, ko so glih pri knjigah, ti si veliko dušno ponudil, da bova te dve knjige podarili, oziroma ti boš podaril našim gledalcem. Tako da najprej malo povejva v njih, dajva začeti s to. Ta je naslov. Ja, vi ste vaše prepričanje. Ne? Ja. Naravno smo odprli na strani 129, piše, rast je edina miselnost, ki jo potrebujete. Ne? Ker lahko na dva načina razmišljamo. Eno je, mislim, da je to napisala Carol Dweck knjigo, Mindset, da to so v bistvu raziskave iz pozitivne psihologije, da obstajata dve vrsti načina razmišljanja. Eno je fixed mindset, to pomeni, da človek ne vidi v prihodnosti možnost za svojo rast, pa razvoj, pa izboljšavo. In človek, ki je orientiran na rast, ve, da je jutrišnji dan lahko boljši, ve, da njegova biznis lahko boljši, ve, da lahko več prometa, prepričan je to, da on lahko se nauči novih veščin. Zaradi tega so delali analize, so podjetja, kot so Ford, pa takšne velike, imela izzive, ker so na vodilnih položajih bili ljudje, ki niso imeli mindset za rast, so imeli fiksni mindset, kar pomeni, da najemajo krog sebe ljudi, ki ne razmišljajo kreativno, ne dovoli jim, da rastejo, ne dovoli, da se razvijajo in potem propade to podjetje, ker ta lastnik ali pa vodstveni kader ni imel mindset za rast. Ne. Tako da, itak, ko na koncu vse skupaj potegneš, so prepričanja to, ki smo jih prevlekli iz neke preteklosti, ali smo jih vzeli od staršev v šoli, nekega dogodka, na osnovi tega, kar se nekaj zgodilo, smo pripisali temu pomen, mogoče celo potrditev dobli našega načina razmišljanja.
in začeli tako delovati, razmišljati, to je postala naša navada, prepričanje in zdaj smo prepričani v nekaj. Ne? Zato, ker nekdo, če me boš težko prepričal v nekaj, ne? Zakaj že? Nekdo te mogo v to najprej prepričati, da te bo nekdo nekaj težko zdaj v nekaj druge prepričal. Tako da, tole knjigo je dobro vzeti v roke. Jaz ti povem, da sem tole preštudiral en kup pozitivne psihologije, neuroznanosti, pa še česa drugega, ker sem raziskoval pri sebi. Ne? In potem jaz takšne stvari, ko sebe učim, probam z svojimi besedami nekako strniti v nek izdelek, da lahko drugim ponudim, da ne čitajo oni 500 knjig ali pa grejo na ne vem toliko tečajev. Tako da to je to. Ta je pa, so finance res tak bav, to sta pa skupaj ženo. Ja. V bistvu to ni nič druga kot pa najin sistem vodenja domačih financ. Tako da, če bi zdaj tole vzel pa pogledal te obrazce, mislim, da so celo linki, brezplačni obrazci, na ta način mi dva upravljava svoje finance, seveda ni vse not napisano, ker bolje ta, bom rekel, upravljanje z denarjem, ne o investiranju, pa kam, pa kako, ampak samo, da si red narediš. Mislim, že enostavna stvar, koliko dobim, pa koliko gre ven, pa koliko stane, pa kam zdaj to dam, pa koliko zapravim, pa zakaj zapravim, pa kako zapravljam, pa kdaj kupim na impuls, pa kdaj na kredit, pa či sploh kupim. Ne? In take stvari tudi otroke učima. Zato, ker jaz mislim, da finance so pa ena stvar, katero bi morali učiti kot obvezni predmet v šoli, ker tole pa ljudi ne bolj tepe. Še ni nujno, da če veliko denarja zaslužiš, da ga boš tudi imel. Ja, ne? Logično. Ja, jaz poznam nekatere, ko čist navadne plače dobijo, pa so delavci, pa so si hiše svoje zgradili, poznaš pa koga, ki veliko zasluži, pa nima nič. In tudi v svoji praksi sem delal z ljudmi, ki sem jih srečal, ko so 500 evrov zaslužili, pa niso imeli nič na strani, pa pri 5000 niso imeli nič na strani. Tako da moje vprašanje zdaj ljudem, s katerimi delam, ali pa s podjetniki, rečem, ne koliko si zaslužil, pa koliko je bilo prometa, koliko si dal na stran denarja. To je treba meriti, ne? Ker če ti zaslužiš, reče, ja, letos sem pa zaslužil 100 jurjev, ok, koliko je pa tam na kupo? To pa ni, zakaj že ne? Pa ti povem, zakaj ne. Samo zaradi tega, ker ljudje nimajo sistema. Isto je biznis. Biznis lahko zraste do ene točke z mojim entuzijazmom, energijo, pa z tvojimi unikatnimi sposobnosti. In mislim, da je Marshall Goldsmith, eden izmed največjih coachov na svetu, napisal celo knjigo, ki ima ta naslov What got you here won't get you there. To, kar te je pripeljalo do sem, te ne bo tja pripeljalo. Če sem jaz pripeljal podjetje do 1 milijona, pa zdaj tle stagniram, ne morem na 2, 3, z istim načinom razmišljanja, pa delovanja, ni šans. Rabiš sistem neki. In isto je pri financah. Obstaja sistem, kako upravljati z denarjem, ampak najprej moraš tako razmišljati in nima veze, koliko zaslužiš. Ni važno količina, koliko zaslužiš, važno je, kako ti, kakšne navade imaš. In če zaslužiš, če ti ostane samo 1 evro, pa moraš ta 1 evro znati razporediti po sistemu, zato da boš lahko enkrat tudi 100 evrov, pa 1000 evrov. Ker če pri 1 evro rečeš, to pa se tak ne splača, potem si dal v svoji podzavesti sporočilo. Da se ne splača. Tako. In potem vedno čakaš, da bo več, vmes kupiš boljše, dražje stvari, spet ti manj ostane, s tem, ko več zaslužiš, več potrošiš, ješ v boljših restauracijah, boljše avtomobile voziš, boljše ure nosiš, probaš še impresionirati one, ki jih tudi ne bi rabo in na koncu, ko črto potegneš, vidiš, da živiš malo boljše. Jaz vedno se pohecam, pa to ni hec, ne? Ko grejo ljudje iz Bosne, Srbije, pa iz naših držav v Nemčijo, rečem, pa se na koncu bo itak isto. Ali v Bosni, ali pa v Nemčiji. Verjetno bo glih za glih shajal. Ja. To je bilo enkrat zanimivo, ko smo bili v Srbiji, v enem lokalu pijemo kavo, pivo, ne vem, in je jambro, kako ima slab standard, pa sem jaz rekel, je bil pa tis pivo, pa kava smešno pod sem, koliko imate pa razplače? In jaz ko sem na hitro začel, sem rekel, ali prvo za vašo plačo vi dobite več pijer v gostilniku, ker pri nas v Sloveniji. Tako da niti ni tako slab standard, ne, tako da
Ja, jaz sem se, ker veliko delam na Balkanu, sem se pogovarjal z njimi, pa rečem, ne, ok, ti bi šel v Nemčijo. Povej mi mesečni znesek v evrih, koliko bi moral v Bosni več zaslužiti, da bi ostal v Bosni. Kaj misliš, koliko so mi v povprečju rekli ljudje? 200 evrov. Ja, bravo, točno 200. Točno 200. Ja, točno 200. Je rekel, če bi pa 200 evrov več imel, pa ne idem odavde nigdje. Kako se ovdje živi, ne možeš v Njemačko. In res je. Zakaj pa ti naši kolegi Slovenci radi hodimo vsi na Balkan? Mislim, je nekaj tam. Še vedno je malo po domače, ne? Je. Imaš rad, ti hodiš veliko. Ja, moja najljubša destinacija je Bosna in Hercegovina za potovanje. Na splošno Balkan, s tem, da Bosna še mečken bolj velik hribov, pa to mi všeč narava. Pa sem bil le že po celem svetu, ampak najbolj se mi pa nasmeje, ko grem dol na Balkan. Kako da si nov tam, ne? Ja, ne vem kaj je, ampak... One njihove simple restauracije, čevapžindiče, muzika, je. Ma nekaj, ne. In tudi vse Slovenije tudi ni slabo, super je tle. Ne vem, če bi šel kam drugam živeti, no, mislim. Ja, je skveča na Balkan, v Nemčiji je sigurno. Ne. Zame Maribor pa Slovenija sta top. To ti Maribor, ne. No, v glavnem, da poveva, tele dve knjige Smiljan podarja in to bom izžrebal jaz, dva izmed tistih, ki boste komentirali ta video. Tako da komentirajte ta video, jaz bom pa to približno en teden po objavi videa izžrebal, dva tudi v komentar napisal in bomo tudi poslali te knjige. Jih boš to meni dal, pa jih jaz pošljem. No, ti jo še podpisal. Lahko ti pošleš. No, pa ni važno, kak je komentar, ne? Ne, žrebal bom. Ne, lahko je tudi slab, ne? Ja, lahko je tudi slab, ja. Vse slabih se lahko tudi naučiš. Ja, ampak baje ti dvigne gledanost, ne? Na YouTubeu je to manj, na Facebooku pa ful. Na Facebooku so komentarji ful pomembni, na YouTubeu pa malo. Tako da jaz ko časih pogledam, pa kjer kaj popljuva, reče, pa si se le vzel čas, pa me pomagal poriniti gor pri algoritmu. Tako je to. Ja. Dej še povej, ko so glih pri tej temi bila, kako ti, ko prideš semle v pisarno, a si ti stvari, ki jih imaš za narediti, si jih zapisuješ, verjameš v to moč zapisovanja? Ja. Analiziram celo dan, ne, kaj sem zdaj danes bom analiziral, kako sem ga preživel, pa kaj sem počel, pa če bi lahko bil bolj produktiv, ne. Pa če ne grem spat, pa da, če ne vem, kaj bom počel, drugam pa sem zgubljen, ne, veš, ne vem, pa bi prišel sem do pisarne, pa grem kar v kafič, pa kao pijem, pa pride en, pa drug, pa 2 ure mineta, ne. Jaz mislim, da tu produktivnost je tu važna, sploh, ko imaš več stvari na planu. Mislim, če pogledam, včasih sem imel eno državo, pa en biznis, zdaj imam vse tega več, pa družina, pa tak dalje, ne, pa svoje šport, pa rekreacija, pa zdaj se 2-krat na dan rekreiram, ne, dobro, dan se ne bom, ne, ker imam še potem nekaj, ampak drugače pa, ne, moraš najti čas za vse, ne. In kako lahko to narediš? Ja, moraš se organizirati, nimaš druge. Ja, ampak ta moč zapisovanja, ki si ti zapišeš, da boš naredil, pa pol prečrtaš, to čudež naredi. Čeprav ga ne znam razložiti in me tudi ne zanima, kako tu pride do tega. Ampak je to neka psihološka zadeva, sigurno. Ampak jaz tudi toliko več naredim in pol, tudi ono, nekaj prav Brian Tracy, najbolj težke stvari narediti. Ker jaz včasih sem v kakšno stvar, ono težko, nekoga človeka poklical. Aha, ga bom ob 9, kao 8 je že ob 9, pa ga še ne bom zdaj, ga bom ob 10. Pa imaš skozi tisto v glavu, pol, ki ga pa pokličeš, pa rešeš. Cel dan. Pol pa samo leti del, ne, prej pa kar nekaj bi, pa tako naprej, ne. Ja, Brian Tracy, dobre stvari, enostavne, ampak zelo pomembne. Ja. Kaj misliš, kaj ti meniš? Je ljudem dobro povedati vse brez dlake na jeziku ali moraš biti malo političen? Jaz ti bom povedal, da sem jaz tak, da rajši kar povem vse, pa direktno, pa ni v redu. Ni v redu. Ne, večina ljudi ne prebavi, ne. En moj kolega, rodom iz Bosne, prav, on me kot mehkega otroka še poznaje, starejši, prav, to mi znaj v životu sve je igra. In
Je nekaj na temu. Ne? Jaz to imam pač za svojimi sodelavci, vedno rečem, jaz bom pošten, iskren pa direktno do tebe, ker nimam nobenih slabih namenov. Če te bom prizadel, je to nenamerno, ni moj namen, želim samo ti dobro. Ja, sej. Ampak težko je sprejeti nekaj, ko ti nekdo v obraz nekaj pove. Zdaj smo recimo z družino, ko smo bili na dopustu, v bistvu je tak naš, bom rekel, neki retreat, mi tam jaz pravim, to ni za me dopust, to je za mene 100 zimske priprave. Tako kot športnik. Ne? Jaz grem po zimi na mest, da sem tle v Mariboru, pobegnem dobesedno zdaj že od leta 2008. In kam greš to? Gremo na otok na toplo. Kot prvo nimam rad zime. In jaz to, bom rekel, se preživljavam. Preborim se nekako skozi to zimo. Ampak ne samo zato, zato ker sem ugotovil, da če sem tu, tak nič ne naredim od 15. decembra in potem sem povabljen na ono pijanko, na toti zaključek in tam nekje 1., 2., 3. januara imam 3-4 kg več in pol se zabavam tja do 6. meseca in se veš, pa si šel, pa si s onim nekaj spil, pa si ono, pa tisto, pa ne bom pil, pa ne pijem, pa pa daj, pa se mi več ne da to, pa grem, pa me ni, pa pridem nazaj 10. januarja, se še eni ne spomnijo, da si še niti vošli nismo. Aha, ti čez nov let greš. Ja, čez nov let, ja. 16. pa pridem, letos smo bili skoraj mesec dni, nas ni bilo, tako da vsako leto to malo nekako podaljšujem, na začetku se veš, te je strah, kak bo biznis. Ja. Ne? No, ampak hotel sem reči, in smo z družino imeli pač nekaj, imamo vedno pregled leta, kaj smo dosegli, kaj nismo, kako smo živeli, pa kaj bomo popravili, s čim smo prenehali, pa smo včasih delali, kaj ne počnemo, pa bi morali in s čim bomo začeli in potem imamo možnost, da tudi povemo, kako se naj izboljša vsak. Veš? In to je težka ura. In zdaj otroci so zdaj pa že 12 pa 11 in znajo lepo vse povedati. In ko slišiš, kaj ti vse povejo, ti malo pika v želodcu. Probaš ti njim neke stvari predavati, pa dobiš. No, samo v družini je to vsem lažje verjeti. Ja, ampak pazi, zdaj kaj se lažje je te povedati sinu, hčerki, ženi, pa enemu, ki ga 3-krat na let vidiš. Ja, je pa seveda, ampak hočem ti to reči, da ko sem jaz bil na vrsti za to, da bom dobil feedback, ali pa ne rekel kritiko, je to udaranje, tup, a ti to, pa sem rekel, v redu, zdaj pa je bila Sima na vrsti, sem rekel, tako zdaj pa jaz tebi povem. In prvo stvar, ko sem jo načel, je znorela, se vstala pa šla. Sem rekel, čakaj malo. Ja. Zdaj bomo pa imeli drug trening, to pa je sprejemanje. In vem, da si vznemirjena in da ne želiš to slišati, ampak jaz sem sedel pa poslušal, nauči se tudi ti. In je hitro pogruntala, prišla nazaj. Hočem ti reči, da dolgo časa, več časa rabi človek, da ko mi ti nekaj poveš, da jaz rečem, mogoče pa nekaj je pa resnice v tem. Ne radi slišimo kritiko. Mislim, kaj je kritika? Kritika je sporočilo, nekdo me nima rad v podzavesti, nisem ljubljena oseba in nisem pomemben, ni okej to. No, jaz, ko dobim kritiko, prvo pomislim, a je to kritika dobronamerna ali je žlehtnoba. Ja. In če ugotovim, da je dobronamerna kritika, imam 3 ljudi take, ki mi kdaj kaj povejo in sem jim 5-krat zahvalen. Ti hvala, ker si mi tole povedal. Ampak večinoma je pa kritike iz žlehtnobe, iz zaušljivosti to je druga, in tako naprej. Glih, ko so se pogovarjali o tem mentor to million, spomnim pa tretji mi je zdaj na misel prišlo, pa me tudi zanima, kaj gledalci mislijo. Kaj če bi ti, jaz, Aleš Lisac, Šinigo in mogoče še kdo, če bi naredil skupaj spet en tak Orenk seminar, bi bil ti tu zato. Zanima me pa gledalci, če bi prišli vi na ta seminar, tako da napišite v komentar. Komentiraj tako, kot misliš. Če nimaš časa, povej, da nimaš časa. Če nimaš vole, povej, da nimaš vole. Ne, čas se vedno najde. Mislim, jaz se resno razmišljam, da bom rekel, na nek način se vrnem nazaj na sceno v Sloveniji. Sem malo odsoten bil tu, ker sem se veliko po Balkanu posvečal, 3 leta, zdaj sem tam firmo odpiral. Manjka mi malo,
bom rekel, pa mislim, da tudi jaz manjkam, da eni so me že malo pozabili. Pa mislim, da imam kaj zadati po tolikih letih. No, tako da, jaz mislim, da Aleš bi bil tudi za to in jaz bi nekaj naredil. Hoče vsi skrb, tudi Aleksandar Šinigoj bi bil verjeten, on ima tudi veliko bazo. Mi štiri imamo vsi veliko bazo, imamo neke ljudi, pa moramo zbobnati skupaj. Pa mislim, da ljudje to rabijo. Jo, rabijo sigurno. Se tudi jaz rabim. Ker tudi Aleša že dolgo nisem videl na sceni, on je se tudi malo potegnil dol v Kočevje ali kaj. Jaz se kar veliko z njim vidim, tako da mislim, lej, jaz, ko sem z vojske prišel, je bil moj oče mojih let. Moj oče je bil zelo uspešen podjetnik, ta podjetje je zdaj brat prevzel, ima 60 zaposlenih, pa moj oče za tiste čase, mislim, to je imel proizvodno betonskih izdelkov, mislim, to, moji sošolci srednje šole so zmeraj rekli, da so mislili, da je to tovarna, ko so videli od mojega fotra, ne, mislim, tako je bila kar velika zadeva. Ne vem, si zamišljaš leta 85, da je naredil 5000 betonskih blokov na dan. To je bila številka za tiste čase, ne. No, ampak jaz, ko sem z vojske prišel, sem nekaj hotel začeti delati in sem neke ideje fotral. Fotru se ni nič dalo. Ampak, sej veš, zdaj se me zlih tak, ne, tako, ko si za list odgovoril. Pa isto je zame. Ne da se nam več nekaj z glavo skozi zid, ne. Vse preračunaš, a se meni to splača, ne, pa na konc pol prej prideš do unga, da se ti ne splača, mislim, tudi zgovora najdeš, tako da malo smo se postarali, to je tudi problem. Ja, verjetno malo zgubiš tistega drajva, pa adrenalina, pa dokazovanja, pa zakaj seveda delaš bolj z glavo. Ampak tudi več moram spet, ker sem bil 20 let, pa vse ne. Ampak vseeno imamo kaj zapovedati, pa mislim, da ljudje rabijo naše informacije. Tako da razmisli. Ne, jaz sem že razmislil, jaz sem za. Samo oni še ne komentirajo, da vidim. No, ne, da komentirajte, a bi prišli na kaj tacga. Mal posel, mal osebno se to itak prepleta, tako da to je to. Jaz Miljan, to je bilo to, a ja še za na koncu vprašam takele podjetnike, ki vlagaš v kriptovalute. Ja, imam kar nekaj premoženja tudi v kriptovalutah. In pa misliš o kriptovalutah? Pa, jaz mislim, da če ne bi verjel vsaj malo, ne bi vlagal. Jaz mislim, da vsakdo mora biti malo razgledan pa razmišljati. Jaz sem bil pa kontra, tako da če bi me vprašal pred 3 leti, bi ti rekel, da beži, ne seri mi s tem. Ne? In ni šans. Pa mislim, da sem leta 2020 mi je nekje na enem seminaru postavil vprašanje. Pravi, a vlagaš v kriptovalute? Pa sem rekel, ne. In ne bom in me ne zanima. Pa on pravi, zakaj pa ne? Pa sem rekel, vse ni važno. Sam nisem vedel odgovora, ne. Pa pravi on, a niste vi enkrat v enem videu rekli, da ne moreš reči ne nečemu, česa ne razumeš? Vrte zaje. In me zaje, ne. Sem rekel, Madonna, pa res ne razumem, ne. In sem si pol, mislim, da je bilo leta 2020, junija, ko sem šel na morje, odločil, da bom takrat julij pa avgust 2 meseca vsaki dan študiral. Kupo tečaje, knjige, internet. Po 8 ur na dan sem preučeval to in sem videl, da ima neko zgodbo lahko zdaj, kam bo to šlo, noben ne ve, velike manipulacije, vidiš, zdaj velika podjetja propada, ampak dejansko vse to je 100-krat bilo povedano, ta industrija je tam, kjer je bil internet na leta 85 mogoče, toliko userov, toliko je še sveža stvar, zdaj se je že začel ta AI pojavljati, ne, umetna inteligenca, ne, in to bo že spet nekaj čist norega. Vse vedno je v neki stvari, kar je nekaj novega, neki hype, vedno so ljudje, ki koga nategnajo. Če že ljudje to gledajo, mogoče v Sloveniji ni toliko tega, ampak tisti, ki so na Balkanu, ki sem ti rekel, da imam toliko sledilcev, ne, vsaki dan. Je neka nova nategancija. Čakaj, vsaki dan na moje ime nateguje ljudi. Kakao, da ti? Ja, oni naredijo profil, ne. Profil tvoj? To so tudi že mojega naredili. No, vidiš, se pravi, jaz imam tam smilijon more, oni naredijo ali nekaj tazga. In piše ljudem, ne, in jih navmamijo, da bom jaz njim dal, ne vem, take donose. Bog ne daj kaj takega početi, razumeš? To so vse te pasti, treba biti pameten.
ne vseh jajc v eno košaro, ampak da bi pa rekel, da pa vsem stvarem rečeš ne. Pa kaj, če ne verjameš, pač ne. A veš, je pa dejstvo, koliko ur si časa vzel, da to preučiš. Če si nisi, pol ne investire. Jaz pravim, ne investiram v nekaj, kar ne razumem. In to je čisto dovolj. Jaz se tega pravila držim. Tako. Ne razumem kriptovalut, več vidim slabega kot dobrega. Oziroma skoraj dobrega ne vidim, no, ne vem, me ne prepriča glih. Ampak jaz sem v izkušnjo tam 2007 sem vlagal v delence, zgubil ful, pa ne da sem zgubil, ali jaz še 2 leti svojega dela nisem mogel delati, ker sem te tečajnice zjel, ne. Tako da sem rekel, ni meni tega treba, imam dosti dober posel, raj svoj posel delam in to je to, ampak vprašam pa tudi skoraj vsakega intervjujenca, tako, ki me zanima. Ja, vprašanje je pač, kam denar investirati, če ni vse to v tvoj posel, kam. Da v delnice, posamezne delnice kupuješ, že moraš dobro spoznati. Pol je že bolj varna oblika, če daš v ETF-e ali pa če še bolj ziher hočeš biti, pa v vzajemne sklade, pa greš tja na neko ustanovo, pa Jožeka poznaš tam prek ceste ali pa narediš na zavarovalnici nekaj. Ampak v nekaj moraš še zraven investirati, kar ni samo s tvojim poslom povezano. Pač to je moje mnenje. Ni nujno, da je pravo, ampak mislim, da mi smo investirali naše podjetje, tisto, kar smo imeli viška denarja, malo smo se še zakreditirali, smo kupili 3 apartmaje na Golteh, kar veliko smo za to denarja dali, ker je eden zelo velik, 180 kvadratov in vse kaže, da smo to ful dobro investirali. Super. In po mojem bom čez 2 leti 3 rekel, škoda, ker nismo še več kreditov vzeli, pa še več vzeli, ampak sem zdaj prestar, da bi se mogel zaradi nekih kreditov sekirati. Zdaj to, ki ga imamo, tudi če vse propade, tisti bomo vrnili, tako da nismo šli to pot, no, pa se mi zdi, da je dobro. Ja, si pač v nepremičnine investira. Nepremičnina je dobra zato, ker je tudi ne moreš zapraviti, ker če imaš denar na računu, kar nekam gre, tako je pa to dobro, tako da. Vse ima svoje prednosti pa slabosti, čas, v katerem živimo, kaj se dogaja z inflacijo, če imaš sedaj denar na banki. Si ga naje. Tako da denar bi mogel biti nekje drugje, tam, če je v sistemu noteri propada, to dobesedno propada. To je bolj, da ga imaš v firmi, v projekte investiraš ali nekaj, kar ti bo vsaj delalo nulo danes. Danes, mislim, da ima tak, kam da denar v tem trenutku? Jaz sem dostikrat razmišljal, jaz bi nekam rad, tisti denar, ki ga zaslužim, bi ga nekam rad dal, da nič ne zaslužim, samo vrednost, da mi ohrani. Pravijo, da je to zlato, bilo. Ne vem, če sigurno. Bomo videli, nekateri pravijo, da ni, pa šele bo, pa mislim, poglej, koliko je svet star, in zlato je bil vedno hranilec vrednosti. A bo tudi v prihodnje? Ne vem. Vidiš, vsaka stvar je za nekaj dobra. Ta inflacija, jaz nisem od tistih zgrešenega posla z delnicam 2007, nisem vlagal nikamor več. Sem rekel, denar je najbolj sigurna zadeva. To si zdaj zmagal. In zdaj me je inflacija prisila, da sem začel druge variante. Ja, to te je. In če ne bi te inflacije bilo, mi ne bi teh 3 apartmajev kupili. To je ena stvar, druga je pa, da če imaš zdaj cash, to nič ni slabo, ker bojo priložnosti pa velike. Warren Buffett, Ne, zdaj ga nimam. Ja, ampak Warren Buffett je še zdaj v cashu. On je že 1 leto pa pol, mislim, da večino v cashu. Pa so se mu smejali ljudje. Sem čakal malo, on ve. Jaz sem bil vesel, ko sem se denarja znebil. Ja, ampak on ve, da bo prišli problemi. In on bo kupoval firme za takšne smešne denarje, da bo veselje. To je tudi res. Ja, in nepremičnine, in ne vem. Treba je biti danes veliko bolj, bom rekel, na žogi, pa to spremljati, kaj se dogaja, ker je povezano to s tem. Ti zdaj zaslužiš denar, imaš nekaj, pa lahko v eni noči vse zgubiš. Ja, malo moraš imeti razpršeno in mi smo rekli, imamo ta internet, pa imamo turizem. Ja, če bi obe 2 stvari propale, pol bo vse propalo, po mojem. Če bo pa samo ena, imamo pa še eno. Če tako razmišljaš, pol nič ne bi delal danes več. Tako. Super, Smiljan, hvala. Ne vem, koliko časa sva že, ampak več kot 2 ure ne smeva biti, ker mi pol program za montiranje je 2 ure omejitev. Tako da, ful ti hvala za tole, da si vzel čas.
Še knjižnico bo šla pogledat, ne? Ja, moramo hitro poklicati mojo. A ja, moraš kaj Ja, poklicati. ker nimam ključa. Jaz. Super. Ja, bomo šla. Ja. Tako da hvala gledalci, ki ste to gledali, pokomentirajte, kaj vprašajte in to je to. Super. Te pa še vse veliko uspeha, pa upam, da bomo seminar skupaj naredili. Ne? Ja, jaz sem takoj za akcijo, gremo. Ne? prav. Lep pozdrav, pa se vidimo na Ja. seminarju. Adijo. Evo, Smiljan, tlele je sam del tvojih knjig. Ne? Ja, to je, ne vem, če je to 1-2%. To je moja pisarna, Ja. v kateri se zelo redko nahajam in imam tukaj knjige, ki jih verjetno sem že veliko prebral, mogoče katero ne, a pa točno vem, kaj not piše in jih potrebujem, kako ustvarjam. Ali pa so tako pomembne, da jih moram še enkrat predelati. Tu sem se zdaj vidiš. Imam od Maxwella Leadership, ene knjige sem že pred 25 leti, njegove prebral 20, Ja. ampak sem si jih letos spet dal nekaj novih, tako da to imam v planu prebrati, predelati in ponavadi si jih zložim na začetku leta, kaj bom bral. Ne? In včasih se je zgodilo, recimo dobra zgodba je bila, ko sem se posvetil financam, ne, eno leto. To je bilo 2008, veš, ko je bila ona kriza. Vem. Takrat sem rekel, le moram biti pripravljen, če bo vse propadlo in sem imel, po moje so bile tle noter tu o zlatu, o onem, zakaj bo vse propadlo, zakaj bo zlato šlo gor, bum, 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 cele teorije zarote. Samo v tem sem bil pizda, biznis je pa šel dol, ne, oprosti, da to zareže. Biznis je pa šel dol, ne, ker sem jaz bil toliko negativen, ker sem samo to gledal in veš, kaj sem pol naredil? Vse knjige o financah, pa to sem dal v klet, pa sem pozitivno psihologijo začel študirati, certifikat naredil in takrat sem imel samo pozitivno psihologijo, biznis začel iti gor. Ne. Tako da, moraš vedeti, koliko se s čim ukvarjaš, ne. Če samo črne scenarije bereš, ne, potem biznis ti ne more rasti. Ne. No, drugače pa še tle eno omaro odpri, si prej mi kazal tudi polno knjig noter. Čakaj malo, tle imam zapiske, ki sem tam ustvarjal, še nekaj not, ne, vidiš. Aha, To so, evo. vidiš, to je že kar nekaj. To je v bistvu vse o produktivnosti, vidiš. Aha, imaš to prav ločeno. Ja, ločeno imam. Aha, To je super. malo o brandingu, tu imam zgor prodajo, vidiš. Tam imam prodajo, tu imam za leadership, pa malo marketinga, tak. Super, no to ni še vse, lejte. Ja, Še tle pa so bolj tukajle, finance, ne. a tle so te, aha, Ja, ampak to Bitcoin. del, ne, veš, to imaš zdaj veliko Bitcoinov, vidiš, Bitcoin standard, to je Ja. od Saifedean Amosa, pa o Ethereumu, pa veliko, dobro, Kiyosakija poznamo. To so, veš, take super cycle aftershock, ki sem jih bral. Harry S. Denta, Davida Baha, Tony Robbinsa. To so v bistvu veliko je o financah pa o naložbah, ne. Koliko knjig na let prebereš? Veš kaj, zadnje čase nisem tako veliko bral in sem skapiral, zakaj ne berem. Nisem več dobro videl brez očal. Tudi jaz sem v ta problem. Ja, pa nisem si priznal, ne. In sem pol zavestno rekel, čakaj malo, jaz ne berem več, koliko sem včasih bral, ne. Zato, ker enostavno, ko sem začel brati, so mi oči bolele in pol sem nehal brati, ne. Pol sem se pa sprijaznil lani, da pač brez očal ne bom bral več, ne. In zdaj sem spet začel brati, tako da. Ja, tam sem imel standard 2 knjige na mesec. Super, Ja, vsak ampak čas. cilj mi je tam 50 do 100. Na Samo let. Ja, včasih tere knjige ne preberem cele, veš. Veš, kaj delam, ne vem. Dobro, tole sem kar predelal, ne. Jaz grem gledati kazalo, ne. Kazalo pogledam in potem, ko me kaj zanima, tam odprem, na hitro preberem, drugače pa kar znam izluščiti bistvo iz ene knjige, ker bolj je pomembno, da dobiš kakšno idejo, si zapišeš pa jo sprovedeš v akcijo. Zato pa imaš danes te skrčene vsebine knjig, ne, veš, da samo bistvo prebereš, ne. So pa ene knjige, ko jih je treba non-stop brati. Včasih že, ko vidim naslov, imam dovolj. Ne. Ja, sej. Imam čisto dovolj, ne. Točno ta vem, da piše, kako pridobivati stranke v zavarovalništvo. To je v bistvu persuasion, ne, prepričevanje, pogajanje, taktike, tehnike. Ne. To so ETF-e, vidiš, asset allocation, value investing, value-based fees, to je celo, mislim, da je od The Four Pillars of Investing. Mislim, na koncu, ko prebereš 10 knjig o eni stvari, vidiš, da
veliko novega se ne da izmisliti. Ne. To je res, ampak se pa ogromno naučiš. Nekaj dobiš, ne. Zato moraš to pač, tiste, so pa ene knjige, ki jih pa res se posvetim, počrtujem, izpisujem, grem nazaj, včasih niti ne znam, včasih sem imel celo enega zaposlenega, ki mi je moje zapiske pretipkaval, tega imam veliko, ker jaz se veš tako delam zapiske zraven, ne. A bi lahko rečemo našim gledalcem eno ali pa dve knjige svetovov, ki jih morajo prebrati, da bojo... Veš, ne vem, zdaj, včasih, ko pomislim, ko me to vpraša, pa bi predlagal, pa mislim, pa vse to so že ljudje prebrali, pa niso, ne, recimo, ok, to je zdaj Kiyosaki, Second Chance, druga priložnost, ampak Bogati očka, revni očka. Mi eni piše, da so prebrali knjigo, jaz sem jih pred 25 leti prebral, pa še zmeraj so eni ljudje, ki niso prebrali, čista osnova o financah, če si podjetnik, sigurno je minimalno, kar moraš začeti brati, je e-mit, ne, mit o podjetniku, mislim, da celo Lisec je včasih izdaja. Torej, kako razmišlja sploh kot podjetnik, ne, v bistvu delati na poslu, kot da je franšiza, da boš posel enkrat prodal, ne, mi vsi delamo prodajo naših produktov, ne gledamo, da je biznis moj produkt, ne, da ga sistemiziram, tako da tista knjiga mi je bila, pol pa sem pa začel druge knjige, pa njegov coaching 3 leta, se včasih z ene knjige pol dobiš 10 knjig, ki imaš tam vire, in dobiš dobre naslove. Tako da to za podjetnike, kar se tiče prodaje, bi zdaj težko izločil koga, mislim, tale je sigurno Kevin Hogan je dober avtor, ne, to so zdaj sploh ne vem, a se je moderniziral, včasih je bil ful znan, zdaj so že novi, ki učijo prodajo, ampak Brian Tracy je evergreen vedno. To je res, ja. Mislim, kakorkoli je že stara knjiga, ne, je osnova. Bilo katera knjiga od Briana Tracyja, ne. Kaj bi še? Najbogatejši človek v Babilonu, tanka knjiga. Mislim, da v slovenščini je naslov potem z idejo do bogatstva, Napoleon Hill. To ti bo vsak rekel, ko ga na intervjujih vprašaš, ko sem jih jaz intervjuval v Ameriki. Ampak mislim, da je naslov v originalu Think and Grow Rich. Tako, ja. Ja. Pol, kaj še? Pa je še kar nekaj takih knjig, ne. Moja kakšna, ne. To siguren. Katero tvojo najbolj priporočaš? Odvisno, ne, če nekdo nima finance pod kontrolo, pa ima njega finance, pol bi ta bila, finance niso bav, ne. Prepričanja, ta knjiga, vi ste vaša prepričana, ali pa eno tako, da vzame 7 skrivnosti motivacije, ko sem leta 2000 napisal, pa po Top Shopu prodaval, pred prodajo pa v bistvu niti ene stvari več ne veljajo tam noter, ki jih jaz ne živim več, recimo oddelek o prehrani, ne, tam sem bil vegan, ne, nisem vegan, ne, tako da, ko ljudje to bere, rečem, ne vsem, zato tudi pravim, ne, pazi, ko knjigo bereš, ne. Čisto vse neverjetno. Neverjetno, ne, sploh nič neverjetno, ne, probaj sam preizkusiti, vzemi to kot neki, da si razširim obzorja, ne, ker zdaj, če gre nekdo tisto knjigo brati, jaz sem bil vegan, mesa, ne, jaz pa zdaj jem meso, tako da poka okrog mene, ne. Tako da včasih pač treba malo biti kritičen do vsega, kar je vse itak, treba svojo glavo razmišljati, ne. Kaj bi še lahko rekel, imaš ti kako knjigo, se spomniš ti? No, jaz nisem niti približal to, kar ti prebral. Jaz vsem svetujem uno, ki Lisec prevedel od Sugarmana, priročnik za pisanje glasov, ki so noter tudi sprožilci, ne. Potem tega si kdaj bral Gladwella, Malcolm Gladwell, Prebojniki, Preblisk, Prelomna točka, David in Golijat, Predvidljivo nerazumljiv, Dan Arielyja. Ne vem. Ta je ful dobra, že stara, ampak dobra. Tole, ne. Mislim, knjig je milijone. Ja, če bi šel malo pogledati, je ziher. Odvisno, v katerem obdobju se človek nahaja, veš. To je. Jaz si pač tak, da zadam, da neko temo imam za tisto leto. Recimo letos imam temo prodaja, ne. Kakorkoli jo živim, jem, diham, pijem, ne. Ampak sem rekel, da to leto še to izpilo, prodaja pa prezentiranje samega sebe. Zato sem tudi začel na Balkanu delati Mentor to Millions, da sem nazaj v formi, ker to se mi zdi pa, da veščina, ki jo
vsak podjetnik najbolj rabi. Ne? Prodaja, pogajanje, prepričevanje, vplivanje na druge ljudi, pa vodenje sem si še dal. Ne? Vodenje sem si dal, tako da imam 2 temi letos. Včasih imam, ponovadi je eno, pa rečem, tisto leto je prodajno leto in bom vse pojedel, preštudiral za nazaj, knjige stare, ki sem jih prebral, nekaj novega, neke nove koncepte razvil, ker knjiga je stimulans, jaz pravim, ko ti prebereš, dobiš neko idejo. In bi kar takoj delal in bi šel takoj v akcijo, Ja. tako da to je res. Tako da ja, to mi je leadership, recimo zdaj sem si vzel Maxwella, stara šola, John Maxwell, Ja, poznam. to recimo sigurno, ne, prva, kako razviti vodjo v sebi, pa potem druga, kako postati vplivna osebnost. Absolutno, zdaj, ne vem, kak je točno, ampak John Maxwell, eno je razvij vodjo v sebi, eno je pa kako razviti svoj tim okrog sebe, v angleščini je drugačen naslov. Pa veš, kjero bi še predlagal? Dale Carnegie. Kako si pridobiš prijatelje in vplivaš na ljudi. To imam doma tudi in sem jo prebral. Ene večkrat. Ne, prebral sem jo polovico, nisem jo do konca, ne vem zakaj. Ja, jaz, ko sem tisto knjigo bral že dolgo nazaj, jaz sem takrat mislil, da je to napisal. Če bi je recimo danes bral, sem mislil, da je to pred letom 2 kdo napisal. Pa sem šel gledati, človek je leta 1920 to napisal. Ja, tako da. Sem mislil, to pa je čist, v bistvu skoraj bonton, ne, je tista knjiga, ne. Tako da, tista knjiga mi je kar dala, bom rekel, na začetku kariere, kako se pogovarjati z ljudmi, sploh mojimi prodajnimi zastopniki, ki niso, bom rekel, zaposleni redno pri meni, ne, in prostovoljno delajo in na začetku je to njihov hobi, da lahko to preraste v neke full time, pa da ostanejo, pa da so s tabo, jih moraš drugače voditi, kot pa zaposlene ljudi, ne. In tista knjiga mi je bila kar, ne, ker pač se pogovarjaš o njihovih sanjah, pa o njihovih potrebah, pa željah, ne pa samo o svojih. Ne. Da ta knjiga je dobra. Ne. No super, idej dost po mojem, kar nekaj, tako da, dragi gledalci, upoštevajte, kaj pa preberite. Tako da jaz bi, Smiljan, s teboj še z veseljem nadaljeval, tole sam moram iti, se sem rekel, še eno zadevo snema, tako da. Ja. Če se pa kaj spomnim, pa ti povem. No, prav, super, hvala.